za te otroke premikam meje, premikam gore. V prvi vrsti sem pa mama. Je zanimivo, ne, to, da kdor rad daje pomoč, jo ful težko sprejme. Mogla sem se v prvi vrsti naučiti prositi za pomoč, potem pa ljudi naučiti, da ko potrebujem, bom prosila za pomoč. Mi smo z otroki večkrat dlje časa v vrtcu, kot pa so starši doma. Vsak da otroku risanko. Na nas pa je, da omejimo, koliko je tega. Smo prav testirali pri enem otroku, kateremu so dali ekrane stran in je postal drug otrok. Moja sorodna duša. Na začetku sem se ga toliko branila, ko sem ga pa dovolila spustiti bliže, si pa nisem znala več predstavljati biti brez njega. Vem, da sem takrat za novo leto oziroma za Silvestrovo napisala hvala 2021, bilo si čudovito, 2022 ali zmore še boljše. In potem je čez 3 tedne zmore. Še zadnji dan je zajokal, ko sem ga vprašala, si želiš ostati, in mi je prikimal. Potem je pa sem 12. aprila njegovo srce ustavil. Zdaj, ko pogledam nazaj, si rečem, kako sem pa zmogla, ampak še danes bi se peljala v Ljubljano. Nimam zadržkov govoriti o čemerkoli, ker to je pa življenje. Danes smo tu. Že danes nas mogoče ne bo več. Pa si dovoliš, da bi nekoč spet ljubila še koga na takšen način? Hvala ti, res, ker gledaš, ker komentiraš, ker deliš naprej. Mogoče se sploh ne zavedaš, ampak s tem pomagaš, da zgodbe ljudi, ki so se pobrali iz dna, najdejo pot do točno tistih, ki to potrebujejo ta trenutek. Našo misijo je podprlo tudi podjetje Incrementum, o katerem si lahko prebereš več tukaj spodaj. Hvala, ker tudi vi verjamete v našo zgodbo. In če želiš postati del te zgodbe tudi ti, smo ti spodaj omogočili članarino. Vsak še tako majhen prispevek pomaga ustvarjati zgodbe, ki vračajo upanje. Sedaj pa uživaj v epizodi. No je pa Črna je pa 45 minut od nas. O, res? Tam nisem bil že ful let. Med Velenjem in Slovenj Gradcem je Mislinja. Okay. Po tistem klancu, ko se gor pelješ, je pač mislinski klanec, no, ko priješ potem v Mislinjo in potem se spustiš do Slovenj Gradca. Časih sem bil tam precej, 15 let nazaj, zdaj mi ni dam že skoraj 15 let. Kaj si pa delal tam? Veste, sem začel svojo poslovno pot v mrežnem marketingu. In vsi mrežni marketingi pridejo iz Štajerske, tako da so bili cela ekipa bila iz tam in smo tam hodili na izobraževanje. Kenemu. Až kje je Črna? Vem. Črni, pravimo, imajo, hvala Bogu, krožni prometi, da lahko obrnejo na koncu sveta. Tako daleč je Črna. En teden sem se vozila gor v zavod, ko sem imela prakso v času študija, pa kjer je daleč. Mislim se, čakaj, smo se govorili o neki avtocesti, nekoč, ali ne, ali hitri cesti? Ja, se govori. Se govori, se, ja. Moji otroci mogoče vse bojo vozili po njej, čeprav nekaj že delajo. V Velenju že delajo, danes smo se že prvič peljali po enem delu, ki bo šel na avtocesto. Okay. Tako dalje bo. Mislim, da do 29:30. Da bo avtocesta. Preko Duna Primorska, ki bo šla mimo Kopra direkt na Hrvaško. Tiste po mojem ne bo Mi nikoli. jo čakamo že 20 let, tako da. Ja, 10. Noro. Ja, ok, ti si že kar itak štartal, tako da. No, to da je zdaj pred uvod, veš, Ja, da se o avtocesti pogovarjamo, ja. Se to dejansko malo, mislim, jaz nimam naštudiranih še uvodov in izpadajo dobesedno tako, začneva se pogovarjati. In Okay. kar pride. In včasih pride ful zabavno na začetku, včasih pa tako, ajde bomo to rezali. Tako da tukaj pozovem Jakobu ali pa drugim snemalcem, da vejo, kaj je na koncu izpade najboljše. Hvala ti, da si prišla sem. Hvala za povabilo. Pri vsem, kar se ti dogaja trenutno v življenju, verjamem, da je to moraš kar znati skoordinirati. Mogoče v bistvu najprej za poslušalce, za gledalce današnje, da zvejo kanček o tebi. Jaz se ponovadi ne rad napovem osebo, gremo kar v pogovor, ampak pri tebi se mi zdi, da je fajn, da razumejo, da bodo danes slišali mogoče nekaj, kar se jih bo dotaknilo na drugačen način kot do zdaj. Nuša Mersdovnik, Ja. mama, podjetnica tudi zdaj na ne? Oseba, ki se ukvarja s pedagogiko že pol življenja, je tako? Ja. Ja. Predvsem pa oseba, ki imaš za sabo eno zgodbo, kjer si imela v bistvu, kakor sem te jaz začutil, vse, življenje nastavljeno, potem se pa zgodila ena tragedija, ki je spremenila tok življenja in ki je v bistvu tudi iz tega nastala ena zvezdica nekje, ena
en izdelek, ta knjiga, ki imava tukaj, o kateri bova tudi nekaj več potem kasneje rekla. In stvar, ki je zaznamovala verjetno mnogo več kot samo tvoje življenje. Absolutno. Tako da. Ampak dajva zdaj malo o tvojih začetkih. Daj se nam predstavi, povej, kaj bi ljudje okoli tebe, ki te imajo radi, danes rekli o tebi, kdo si. Sem zelo komunikativna, družabna, empatična oseba. Vsakemu priskočim na pomoč. Včasih sem bila še bolj radodarna in vsakemu na dosegu roke. Zdaj pa sem malo bolj omejila to na krog ljudi, ki so okoli mene, ker je bilo tega res zelo, zelo veliko. Sem tudi jaz specialna pedagoginja z srcem in dušo. Za te otroke premikam meje, premikam gore. V prvi vrsti sem pa mama. Tako da zelo skrbna za svojo punce bi naredila vse na tem svetu. Kot zagotovo vsak starš, ampak tako bi me tudi opisale prijateljice, ne? Ki mi večkrat rečejo, odkot ti ta moč. A sploh kaj spiš? Ja, ne vem, časih ima dan 30 ur. Se strinjam. Tudi jaz imam danes za sabo samo 3 ure spanja, tako da poznam to starševstvo. Ti imaš 3 punce, ne? Tako je. Ja. Ta tvoja radodarnost, to je bilo od nekdaj? Ja. Ja. Kaj ti je dalo to radodarnost? Odkje si se to naučila? Od malega sem takšna in od malega mi zelo veliko pomeni čas z ljudmi. Jaz vedno pravim, ne rabiš mi nositi darila, bodi ti, pridi ti, vzemi si čas zame. Kaj si želi za rojstni dan, večerjo s tabo. To so moje želje, ne? Pa drobne pozornosti. In obožujem presenečenja. To mi je pa res. Sama jih rada delam, čeprav jih ljudje nimajo toliko radi kot pa jaz, ker to je pa nekaj najboljšega. No? Da se nekdo potrudi zame in da zame pripravi presenečenje. No, to mi res ogromno pomeni. Imaš kakšno zvano štorijo iz preteklosti, kakšno presenečenje, ki so tega pripravili ljudje? Že recimo letos je prijateljica za rojstni dan mi rekla, da rabim dopust in da moram biti do tiste ure pri njej. In to je bilo vse, kar sem vedela. Potem pa smo se odpeljali na Primorsko, za rojstni dan mi je kupila rolarje in sva se rolali z mojim krščencem v vozičku. Smo šli do Kopra nazaj. Res top dan. Potem smo šli potem jest Kitajsko, to je moja najljubša restauracija. Vse je splanirana v nulo. Imam pa kar izziv, zaradi tega, ker imam zelo močno intuicijo in mi potem kar samo pride, kaj bi lahko bilo, da se moram kar ustaviti, da sem rekla, ne bom razmišljala o tem, kaj mi pripravlja, ker potem bom ugotovila, a ne, in mi ni pač potem več zabavno. Tudi za 30. rojstni dan so me vsi pričakali doma, tudi nisem niti mislila, da se karkoli dogaja, pa je bilo tam veliko ljudi. Res to mi je nekaj najboljšega. Prav dobro. Jaz sem po eni strani, za svoj rojstni dan, ne vem, kateri ti bil, 12, kaj takšnega. To je bilo obdobje, ko so telefoni prišli, ne, mobilni telefoni, in počasi je že praktično vsak v šoli imel, razen mene. In jaz sem imel takrat rojstni dan in sem kar nekaj zaznal, da se neki sošolci, ki pač predvsem te, ki sem jih povabil, ne, na rojstni dan, da se neki menijo med sabo in kadarkoli pridem zraven, ne, utihnejo. In valjda, kaj smo mi pripravili za rojstni dan, moj prvi telefon so mi kupili. Tako da, kako lepo. Ja, tako da, kar je pa pač uničilo, je bilo samo to, da je en dan prej eden od teh sošolcev mi malo preveč namignil, kaj se dogaja, in sem potem že nekako vedel, ampak vseeno sem se delal, da mi je ful všeč, ampak hkrati sem res bil vesel, ker zame pač to takrat pomenilo, ok, zdaj sem pač lahko povezan z njimi, za razliko od prej, ne. Tako da, fulušno. V kakšnem okolišu si odraščala ti? Živela sem, mislim, še vedno živim v istem kraju. Tam je okrog 5000 prebivalcev, tako da mali kraj, vsi se poznamo med sabo, oziroma jaz bolj malo ljudi, mene vsi poznajo. Dobro sem se počutila že od malega tam. Sicer karkoli sem želela opravljati dejavnosti, večja trgovina, vse to smo se mogli peljati. Tudi vem, da ko sem v srednji šoli šla ven, da smo šli v park zvečer, sem imela 18 minut čez 10 avtobus domov.
Vsi so prišli šele ven, jaz sem mogla iti domov, ker se je rekla, mama, ne bom prišla po tebe. Ja, v redu, ali petek zvečer, ja, lahko ostanem? Ne moreš, takrat imaš avtobus. Pač v tistem kraju se še vedno dobro počutim in mi je všeč. Zato sem tudi tam ostala. Ima avtobus tudi kakšno kasnejšo linijo zdaj? Ali? Ne, še vedno to je zadnji, ki gre iz Gorenja. Wow. Katere vrednote sta ti pa starša predala? A ti točnost, to zagotovo. Oziroma on vedno pravi 10 minut prej. Verjetno imam pa po mami to dobroto, oziroma biti vsakemu na dosegu roke. Kako pa to opazuješ pri mami? Je to nekaj, kar ceniš pri njej, ali včasih vidiš tudi, da je to njej v škodo se dogaja? Ne, ona taka je. Pač še vedno rada pomaga, težko pa postavi potem mejo, recimo. To, kar sem jaz zdaj začela postavljati, ampak jaz sem jo zaradi izkušnje začela postavljati, ker ne morem več vsega. Ona pa še vedno je zelo na dosegu roke. Res pa je, da ima zdaj tudi več časa, je upokojena, ima svoje 3 vnukinje, pa veliko prijateljic. Čeprav se mi zdi, da pa mogoče zadnje čase vedno bolj ostaja doma, da se ji zdi, da mora ostati zaradi tega, če jo bom jaz potrebovala. Tako občutek imam. No. Si kdaj to z njo skomunicirala? Ne, pogosto me vpraša, če kaj rabim, oziroma ponavadi že kar reče, bom pa jaz. Pa ji povem, dovolj je, zmorem. Če ne bom zmogla, bom rekla. In to sem tudi mogla naučiti ljudi okoli sebe. Bom rekla za pomoč. Mogla sem se v prvi vrsti naučiti prositi za pomoč, potem pa ljudi naučiti, da ko potrebujem, bom prosila za pomoč. Ne zanimivo, to, da kdor rad daje pomoč, jo ful težko sprejme. Ja, zaradi tega, ker jaz sem se naučila, da dam pomoč, ko jo potrebujejo, ko prosijo za njo. Včasih je dovolj, da samo rečem, veš, da sem tukaj, ali da vprašam ti lahko, kako pomagam. In če oseba reče, ne, ni treba, ok, sprejmem. Težje je, ko se eno sili naprej, zaradi tega, ker ve, da pa ti potrebuješ pomoč. Ali pa reče, že dolgo te opazujem, rabiš pomoč. Na te točke še ne potrebujem. Če bom potrebovala, bom rekla. Si bila tudi ta del vedno takšna, ali je to vseeno zdaj novo pri tebi, da rečemo, želiš, da ljudje počakajo, da ti ponudijo pomoč? Prej nisem toliko potrebovala. Kot pa zdaj, ko se pač sama skrbim za toliko stvari, punce moje dejavnosti, jih je treba voziti. Včasih sem, 4-krat na dan v Slovenj Gradcu, da vse uskladim, in če enkrat nekdo vskoči, je super. In zdaj že vejo, da ko pokličem, da je takrat pač tista zadnja meja. Pa tudi, če bi vsak dan poklicala, ko vem, da nekateri ne bi rekli ne. Ampak mi je tudi dragoceno, da pa povejo, danes ne morem. Hvala, ker si rekel. Ni treba pa skočiti zdaj za tega, ker jaz rabim pomoč. In da pustiš ostale stvari. Ful dobro. Pač ta iskrenost, to je meni najbolj. Bodi iskren do človeka. Kot pišem v slikanici, kot skozi opozarjam, povej, ni mi lahko karkoli, vse je v redu. Kdaj si pa šla prvič od doma, tako, ne vem, živeti nekam izven svojega kraja? V Ljubljano. To je bilo kdaj? Na faks. Okay. Sprej, osnovno šolo si bila pač v domačem kraju, srednja tudi? Srednjo sem se vozila, ja. Okay. Z avtobusom, ali pa pač me kdo peljal. Potem pa ja, ampak to je bilo res zelo zanimivo obdobje. Jaz nisem bila tisti tipični študent. Okay. Ne bi zdržala niti v študentskem domu, ker sem rabila mir. Potem pa vem, da je zelo dolgo obdobje, če nisem imela v torek zjutraj predavanj, sem šla v ponedeljek domov in se v torek vrnila. Res, ali pa recimo potem med sredi tedna. Mi je bilo več pomenilo to, da sem prespala doma, pa ne zaradi tega, ker je bila na dom toliko navezana, ampak ne vem, nekot se nisem mogla s to Ljubljano toliko povezati, da bi rekla, tu bi ostala. Danes sem recimo razmišljala, ko sem se vozila v Ljubljano, ko bi pa šla na en žur tule, da tale od ljubljanski utrip začutim. Jaz sem bila v času študija 3-krat zunaj, da sem rekla, da sem šla na neko fešto. Ne, ni me vleklo. In sem rekla, pač ne rabite me zdaj siliti v nekaj, če mi ni.
Ja, zdaj mi pa bi zapasalo kdaj. Ne, še vedno lahko greš. Ja. Ok, se pravi, ti si bila potem tukaj v Ljubljani, si študirala, se pravi, specialno pedagogiko. Koliko časa je to trajalo? Ja, študij je 4 leta plus 1 dodatno leto, ampak jaz sem vmes imela 2 porodniški, tako da se je tole pač malo zavleklo. Ok. Torej, pri katerih letih si prvič postala mama? Ko sem bila stara 24, Wow. oziroma tisto leto sem bila po 25, no januarja, ko sem rodila, sem bila še 24. In pol kljub temu si uspela končati faks. Jaz, ko si nekaj zadam, jaz sem se v 5. razredu odločila, da bom specialna pedagoginja in nič me ni ustavilo pri tem, kljub temu, da sem imela zdravjem kar nekaj težav vmes, pa sem izgubljala zavest. In se je zaradi tega tudi srednja šola podaljšala, da sem ponavljala letnik, ker sem bila toliko doma, ker niso ugotovili vzroka, zakaj pač toliko padam skupaj. Imela sem grozne glavobole, slabo sem se počutila in to je bilo tik pred maturo, oziroma so rekli, ja, tudi če ti priznamo letnik, mature ne boš naredila. Ne? In se rekla, da absolutno ne, niti se ne bi strinjala s tem. Nekdo je bil vsak dan tam, jaz sem bila doma, v bolečinah, v strahu, ker nisem vedela, kaj se dogaja. Teda je tudi čas srednje šole se malo podaljšal. Ampak ja, prišla sem do tega, kar sem si želela v življenju. Sploh ne vem, kaj bi drugega delala v življenju. Ok, zdaj ful vprašanje se je odprlo, pa bom začel najprej s tem, kaj te je sploh spravilo v to smer, zakaj specialna pedagogika? Spomnim se trenutka, ko sem v 5. razredu, smo imeli skavtski tabor in smo bili tam v enem domu in je bila z mano voditeljica, ki je tudi specialna pedagoginja, oziroma takrat se je še rekel, da je defektologinja. In smo se pogovarjali, sem rekla, jaz želim biti to, kar si ti. Ne vem, meni se je takrat zdelo. Tudi imeli smo ena srečanja ob nedeljah, vsako 3. nedeljo v mesecu, Vera in luč, kjer smo bili z temi ljudmi, ki so na vozičku, ki imajo pač posebne potrebe, različne stopnje in to. In meni je bilo to tako zanimivo. Vsaka z njimi bi jaz rada delala. In pri tem je ostalo. In mi je bilo jasno, da edino to je to, kar bom delala v življenju. Od 5. razreda si nisem premislila. Ok. Kaj pa, mogoče da razložiš, kaj točno pomeni specialna pedagogika, da bomo si razumeli na istem nivoju, kaj dela specialni pedagog? Recimo jaz zdaj trenutno delam v vrtcu, izvajam dodatno strokovno pomoč, lahko delam v redni osnovni šoli, kjer enako izvajam dodatno strokovno pomoč, v vrtcu lahko delam v razvojnem oddelku, kjer so pač otroci z znižanimi sposobnostmi, z motnjo v duševnem razvoju, Downov sindrom, različne te motnje in primanjkljaje, ki jih imajo. Potem je nižji izobrazbeni standard, posebni program, zavodi, potem delo s starejšimi. To je zelo široko. Ne? V bistvu od tega, ko se otrok vključi v vrtec, pa do starosti, oziroma potem v zavodih, so pač, dokler da so tukaj. Ne? Različni primanjkljaji, to je avtizem, ADHD, kot sem prej rekla, motnja pozornost, motnja v duševnem razvoju, Downov sindrom, teh je res ogromno, teh motenj, ki jih poznamo. Pa si zdaj dejansko od konca faksa ves čas bila v tem, da si to izvajala, ali si bila tudi kaj druge še vmes? Ne, sem bila na različnih šolah, bila sem mobilni specialni pedagog, delala sem v nižjem izobrazbenem standardu, delala sem na razvojnem oddelku, kjer bi še vedno, zagotovo bi še tam ostala, no, ker sem se zelo dobro počutila. Razvojni oddelek v Konicah, v Slovenskih Konicah, kjer sem delala, so odprli z mano in z enim otrokom. In je bil res tak napredek pri tem otroku. Naslednjo šolsko leto se je že zapolnil oddelek, potem pa sem šla v porodniško. V porodniški se je potem pri nas zgodilo življenje in sem vedela, da nikakor ne morem biti nazaj, ker sem preveč nosila domov to. Jaz nisem mogla po 6 urah pustiti tam misli in reči, ok, zaprem vrata. Ne, ti otroci so bili moji otroci, ker se 6 ur pa pol na dan si z njimi, diha z njimi. Razmišljaš, kaj bi še lahko, kako bi še lahko. To je naredil premik, zdaj pa lahko, kaj še tukaj mu lahko nudim več, kaj se še lahko izobražujem, kaj še ne preberem.
da bomo lahko temu otroku pomagala in seveda tudi staršem. Ne. Bi delila kakšno zgodbo mogoče od kakšnega tega otroka, ko je naredil nek napredek, kaj podobnega, pa mogoče tega enega, s katerim ste začeli? Teh napredkov je bilo res zelo, zelo veliko. Del eno takšno, na katero si res ponosna. Ja, pri tem dečku, s katerim sem začela takrat, ne vem, je začel govoriti, zmogel je počakati, sam se je uredil, recimo na področju skrbi zase je zelo, zelo napredoval. Potem je bilo že to, da sem ga vključevala v skupino, da sva prehajala v sosednjo skupino, da sva imela z njimi obroke. Kakšne imel pa izzive v štartu, se pravi? Motnje avtističnega spektra. Aha, ok. Recimo otrok si je pogosto pel, zelo veliko je govoril, igral se je z malimi predmeti, pač tak šolski primer tega, te motnje. Res napredki so bili, drug otrok je postal, no. Ampak res pa je, da sem bila res zelo dosledna in vztrajna. Enkrat se spomnim, da se mi je skril, oziroma ni se mi skril, on se je postavil za omaro in je tam se igral. In jaz ga iščem povsod, kličem na stranišče, po hodniku, v sosednjo igralnico, na drugo stran, v kuhinjo, vrata so bila povsod zaklenjena, on se mi ni oglasil. Takrat se mi je zdelo, da je minilo 5 ur, ampak minila je mogoče minuta, da sem jaz prišla z ene strani na drugo, posod smo ga klicali in prijem še enkrat v igralnico in se obrnem levo in je tam bil in me je tako pogledal, kaj pa je? Ja, poglasi se, če te kličem. Takrat bi bilo res... Je teže dejansko tujega otroka na takšen način imeti čez, ali bi bilo teže svojega otroka na takšen način, da je reči, delati z njim, vzgajati? Z nekimi primanjkljaji? Ja. Ja, jaz eno po službi sem šla domov. Ok, ampak ta občutek odgovornosti, recimo, ne? Odgovornost, recimo, če bi ga zgubila tisti trenutek. Nepredstavljivo, ja. Mislim, ja, seveda tujega je glede tega težja. Tudi moraš ti informacije staršem predajati. Tudi nek napredek se more videti in, mislim, more videti. Pričakuje se, da se bo videl, a ne pri nekaterih otrocih se nikoli ne obstojijo na neki točki. In potem na tej točki ostanejo do smrti. Tule se je pa res dalo zelo veliko narediti, a ne? In zelo veliko je bilo sodelovanja tudi strani staršev. Se to je, a ne more biti vzajemno. Drugače pa vsakemu izmed nas je nekaj ADHD-ja, nekaj tega pač spektra avtizma in tega, to smo ljudje. A ne? Pa ja, druga odgovornost je, ko imaš tuje otroke. Že samo, če pelješ, ne vem, da peljem ne čaka sabo, da imam v avtu zraven, je vseeno drugače poteka pot, kot če ima svoje. A ne? Tako je. To se spomnim. Prva pot po našem prvem porodu z otrokom v avtu itak vozil pod omejitvijo, kolikor se je dalo. Danes vozim normalno, pač razmišljam. Sem že vozil tujega otroka in ja, dejansko avtomatsko malo počasneje greš, bolj varno, ne, sprejemaš odločitve. Kako se pa lotiš takšne transformacije pri otroku? Mislim, kaj so neke vaje, ki ste jih recimo počeli ali pa kako ste se soočili s tem? Jaz sem zelo veliko delala po principu Montessori pedagogiki, a ne, in da si pač vzame sam material, prinese na mizo, da dela, se tam reče, a ne, da se igra in potem, ko naredi, potem pospravi nazaj in odnese. A ne? Pač se mu najprej predstavi material, kaj bo počel, da je vse na policah in najprej ga naučiti pač neke rutine. A ne? Da, ko se vzame, se ne more pustiti, kot recimo doma še vedno, včasih se nam ne da, pa reče, v redu bom jaz. A ne? Tam si zato tukaj, da ga tega naučiš. Jaz eno pravim, mi smo za otroki večkrat dlje časa v vrtcu, kot pa so starši doma. Ker vseeno služba, ne vem, pridejo ob 4 iz vrtca, ja, 4 ure so še, potem in grejo spat. V tem času pa se igrajo, grejo kam na obisk, nekaj pojejo in je to od dneva. Pustimo vikende, ampak med tednom so zagotovo dlje časa z nami in mi smo tisti, ki moramo dati maksimum. In mu pustiti. To se mi zdi najbolj, da pustiš otroku, da zmore sam. Kar ves čas opozarjamo, nasplošno si pedagoški delavci, a ne? Da imamo pač otroke v vrtcu, ki se niti predšolski pa se ne zna sam slečiti. Ali pa se urediti, ne vem, menjati hlač.
Kje so potem, ne vem, drža pisala, da drži pravilno triprstno, pincetni prijem, sedenje na stolu, to je vse znanstvena fantastika. Pri večini. Ne, že recimo pred 3 leti, ko sem začela delati v vrtcu, ker so nevrotipični otroci in prihajajo samo k meni na uro DSP, kakšna razlika je pred 3 leti pa zdaj. Ne, res, ampak vseeno pravim, ne moremo mi spreminjati sveta, naredimo mi maksimalno, kar lahko. Znotraj igralnice, a ne, da smo dosledni, da damo otroku to varnost, ampak varnost mu damo s tem, ko postavljamo meje. Ne to, da pač lahko dela, kar želi in ko reče hočem. Čakaj malo, hočem. Ni beseda hočem, ne obstaja. To si želim, rad bi se igral s tem, ne pa hočem. Hočem je res močna beseda, ki jo zdaj večina otrok uporablja, ker s tem doseže to. Ja, oprosti, 20 jih je še s tabo. In tudi tvejo, ko pridejo k meni na uro, da najprej naredimo to, in to najprej vedno grafomotorična vaja, ki jo izvede, ker s tem pač krepi prijem pisala, potem da sledi liniji, a ne vzdržuje pozornost, da gre od leve proti desni, a ne, to je mnogo ciljev, ki jih s tem dosegam. Potem, da gre poiskati svoj zvezek, da obreže list, da poišče prazno stran. To je vse priprava na šolo, kar se bojo učili in urili in povejo učiteljice, da se točno vidi, kateri otroci hodijo k meni. Zaradi tega, ker imajo to osvojeno. In tudi pri nas so začele zdaj vzgojiteljice, ki imajo predšolske otroke, uporabljati zvezek, da listajo, iščejo prazno stran. Ne vem, to je bilo pri nas osnova, da smo to delali, da smo tudi knjige listali, a ne, zdaj pač je tega zelo malo. Lučke crknile. Ja. To je bilo isto zadnjič. To je isto zadnjič se nekaj zgodilo. Se je skurilo. Ne, sem napovedal, da še bomo. Ok. Moramo označiti. Pa misliš, da je tukaj zdaj, ker dosti ga slišim, ne, se pravi, starši morajo sodelovati, hkrati mora vrtec narediti svoje. A je možno, recimo, reči, kljub temu, da bi recimo starši delali narobe doma, narobe, zdaj, kaj je tukaj narobe, ne, ampak recimo, da se ne bi ukvarjali z otrokom na pravi način, a lahko vrtec dovolj kompenzira in obratno. A je možno, da bi samo ena stran dejansko pozitivno vplivala na otroka dovolj, da bi otrok vseeno zrastel v pač sposobnega človeka? Je možno, ampak vseeno vzorci od doma so zelo, zelo močni in zakoreninjeni. Ne, zdaj pač vseeno res mi smo tisti, ki ne moremo se ozirati na to, kaj je doma. Ne, mi tudi recimo, ko imamo sestanke staršem, povemo to in to in to, recimo diagnoze ne smem postavljati. Čeprav vidim pri otroku, kaj bi lahko bilo, a ne, kam sodi, kje bi potreboval več. Ampak vseeno ne smem pa ubesediti, lahko samo opišem. Kdo pa lahko postavi diagnozo? Strokovnjaki, ki so pač v Sloveniji. Ki imajo isto izobrazbo kot ti? Ja, ampak so specialisti na tem področju. Okay. Jaz sem vedno rekla, včasih morajo starši na 5 vrat trkati. Jaz bi lahko povedala, to in to je z vašim otrokom, ne, pa ne smem. Ne, lahko pa opišem, da opažam, da ima težave na tem področju. Ne, vse mora biti opisno. Tudi recimo za otroke, da bi se všolali v primeren program, ustrezen program, glede na njihove sposobnosti, jaz tega ne smem reči. Ja, za vašega otroka pa bi bil nižji izobrazbeni standard, ne bi bil primeren, ampak moram opisati, da bi bila manjša skupina in tako naprej. Ampak vseeno se mi zdi, da moramo biti odkriti do staršev in že na teh uvodnih sestankih septembra, kjer predstavim individualiziran program otroka, že nekako nakažemo to, da dajmo razmišljati o ustreznem programu. Ne, ker se mi vseeno zdi pošteno, tudi če recimo za razvojni oddelek, da otrok pač ima toliko primanjkljajev, da v rednem oddelku ima on izzive imajo ostali otroci, a ne vzgojiteljica, da tam je pa 6 otrok in da bi res bil zelo, zelo uspešen. Zelo dolgo že imam željo, da bi povabila kakšnega starša, ki ni vedel, kaj naj naredi.
kam naj zdaj vpišejo svojega otroka, v redno osnovno šolo ali v prilagojen program, da bi prišel na roditeljski sestanek in povedal staršem, nisem zmogel, ampak to je bila najboljša odločitev v svojem življenju, da sem dal otroka tja. Ne glede na to, kaj bo rekla okolica, ker to je pa navadi tisto. A ne dobi otrok etiketo po njihovem okolica, zdaj reče to, a tja hodi. Ampak on enako upravi osnovno šolo in potem vseeno lahko gre naprej. Nerealno je pa, da pričakujemo zdaj od tega otroka, če že ima v vrtcu toliko izzivov, da bo pa zdravnik. A ne, mislim, bodimo realni. Dajmo ga v neko srednjo šolo, kjer bo uspešen, kjer bo dobil poklic in bo vrhunski, ne vem, avtomehanik, kuhar, karkoli. Čeprav, a je možno, da nekdo, ki ima recimo nek spekter avtizma, bi bil dejansko lahko dober zdravnik, ker je točno to tisti del, ki ga pa razume v nulo? Lahko. Lahko, ne? Ja, ampak prej se bo pač toliko izzivi srečal skozi ta sistem, skozi katerega bo mogel iti. Se pravi, tukaj treba v sistemu, ne v njemu samemu. Ker jaz pač vidim, mislim, da reči, naš starejši ni daleč od tega, da bi imel neke vrste močen avtizem, ampak vidimo, da v določenih stvareh je pač ful napreden, ful stvari zdaj si spomne. Recimo on zna zrecitirati pesmice takoj. 2-krat, 3-krat v vrtcu povejo, pa je zna zrecitirati že skoraj na pamet. Kakšne druge stvari pa zaplava z mislimi po vse. Ne? In zdaj to pomeni, da pač vidim potencial, da ne vem, neke stvari lahko naredi boljše. Recimo, če ima otrok zelo močno področje nekje, ne vem, socialno pa zelo, zelo šibko, da ga recimo tudi zelo pritegne svetloba, da se igra z malimi delčki, ti sploh razstavljajo pogosto, ne pa tiste gume od avtomobilov dobijo dol, pa jih vse to zanima. Potem lahko imajo tudi težavo, ne vem, da se umiva vsak večer z rdečo zobno ščetko, z rumeno si ne bo znal, ker je te navajen. To so recimo take zelo zlačilne, ampak malo otrok je zdaj takih, ko bojo pa po tem šolskem, šolski primer tega, kako bi naj nekdo izgledal za neko diagnozo. Ampak recimo, to so bili, včasih smo jim rekli Aspergeri, zdaj so to malo umaknili to poimenovanje, visokofunkcionalni avtizem, recimo. Pač ta spekter avtizma je tudi zelo širok. Dobro. A ste brali eno knjigo pri angleščini The Curious Incident of the Dog in Nighttime? Imeli smo ga na maturi. Aha, ti tudi, ok. Tudi jaz, kjer je letnik sedi? 89. Ja, pa so isti letnik? Vidiš. Pa smo imeli isto maturo, ja. Jaz se spomnim, ko sem bral tisto knjigo, meni je tako žucirala. Takrat nisem razumel, takrat se spomnim, se ni govorilo o teh stvareh sploh. Noben ni vedel, kaj je avtizem, ADHD, nič nismo vedeli o tem, sploh ni obstajal koncept tega. Ne? Jaz se spomnim, ko sem to knjigo bral, kako me je žuciral ta otrok, pa kaj tako razmišljaš? Ne? Ampak, če pogledam danes, se dejansko, ne bom rekel, da sem bil isti, ampak v kakšni stvari verjetno sem funkcioniral zelo enako. Ne vem, če mi je nekdo, ne vem, jaz sem furat spremljal animeje in da bi zdaj nekdo napačno pomenoval nekega junaka tam, ne, pač verjetno bi me režuciralo. Zame pač to je pomembno, to mora biti tako. Ja. Tako da... Ampak to smo tudi osebnost, to je pol zelo tanka meja. Medtem, da bi pa zdaj nekomu dal kar diagnozo zaradi tega, ker ga pač nek izpravi iz tera. To je res, potem mora biti več stvari zraven. Sploh težko je, recimo, ko je kombinacija motnje avtističnega spektra in ADHD. Tudi zadnjič mi je eden rekel, pa zdaj pa kar vsak ADHD. Ja, nekateri imajo upravičeno to postavljeno, ponavadi je tako, da tisti, ki so res tipični primeri tega, se starši ne strinjajo, kateremu drugemu bi pa dali. Teda tu je pač, ne vem, otroci so vseeno veliko bolj živahni, kot smo bili mi. Ta modra svetloba in ekrani zagotovo jim ne delajo usluge. Smo prav testirali pri enemu otroku, kateremu so dali ekrane stran in je postal drug otrok. In te diagnoze potem sploh niso bile takšne, kot so bile prej postavljene, zaradi tega, ker so bili njegovi možgani toliko na obratih. Recimo Maša in medved je en tak primer. Ta prizor traja manj kot 3 sekunde in možgani sploh ne rabijo razmišljati. Tako hitro se kader menjuje in to zelo, zelo, zelo slaba risanka za otroke. Pustimo te neumnosti, ki jih Maša počne, ampak nasplošno že to, kot odrasli bi morali vedeti, da ni primerna zaradi tega, ker gre prehitro. In otroci sploh ne morejo recimo gledati večina njih cov kot cov ali pa palček David. To gre prepočasi, dolgočasno jim je. Jaz, ko jim dam za poslušati na računalnik pravljico, da je nekdo recimo bere,
zelo menjujem. Enkrat berem jaz, enkrat berem, da samo poslušajo, enkrat pa zraven gledajo na ekran, ampak lista knjigo. To se tako težko zberejo, ker je prepočasi. In sploh ne morejo obnoviti. In veliko tega delamo. No. Ali da neko poučno kot risanko oziroma neko oddajo, zelo kratko, da pogledajo, da se o tem potem pogovarjamo, kakšne značilnosti pomladi, kaj takega. Različne načine jim skušam ponuditi. No. Da se navadijo na vse tem, da ni samo eno podajanje informacij. Ne. Pa bi rekla ADHD recimo, a je to lastnost ali je to način delovanja, ki ga lahko potem tudi skozi čas spremenimo? Kaj bi ti? Z nekimi strategijami ga zagotovo lahko spremenimo, ne? Ampak vseeno, jaz vedno pravim, pogledati treba starše, to je prvo. Ker veliko krat se zgodi, da je kateri od staršev zelo podoben. In potem prihaja na sestanek samo eden in ne moremo vedeti, kaj je zdaj. Ne vem, primer, mama zelo mirna, empatična, mila, joka na sestanku. Potem pride pa oče zraven, pa vidiš, da je zelo podoben kot otrok. Tako da neki so tudi vzorci, ki jih otrok pač vidi, nekaj vseeno genetika pomaga. Zdaj, če je že eden od staršev tak, lahko je potem tudi otrok. Ni to zdaj pa seveda nujno, ampak veliko krat se pa to zgodi. Drugače pa ja, ne vem, že hrana predelana, ko sem rekla prej ekrani, vse to pač nas pelje v drugo smer, kot so bili pa mi. Zdaj, ko sem se vozila s taksijem do sem, smo obstala zraven trole na semaforju, sem videla, vsi gledajo telefon, sem razmišljala, pa kaj so mi počeli? Dobro vprašanje. Res, mislim... Ven smo gledali. Ja. Ker knjige nismo brali? Zagotovo ne. Jaz sem gledal ven. Itek smo bili, mislim, vsaj jaz, na obali smo imeli pač itek relacije, Lucija Piran, to je bilo vsak dan, ker smo bili vse čas eni in isti, smo bili prijatelji praktično. Tako da ja, mi na šolskem avtobusu, ja, tisti, ko smo pač hodili v srednjo šolo, to smo se tudi dogovorili. Tako se ti prej razlagala ta klanec, ko se pripelješ gor v Mislinje, je včasih bil makadam in tam je bilo veliko nesreč, ali pa recimo niso se mogli gor pripeljati, ker pa so obstali sred, ker zime so pa pri nas kar hude. In smo se tudi kdaj izmenili cel avtobus, da je avtobus imel zamudo in smo šli na kavo in to je cel avtobus, moraš vedeti, da to vsi. Wow. Mogoče to enkrat, dvakrat uspelo, ampak ja, uspelo nam pa je, da nismo šli v takrat prvi uri, recimo, avtobus je imel zamudo, ampak to smo res mogli biti vsi za to. Se je bilo več linij tega avtobusa, ampak ja, pač si se pogovarjal, si se hecal, take stvari. Zagotovo, mislim, takrat je bilo še plačljivo, če si internet prižgal. Ja. Vem, da sem bila v osnovni šoli, ko smo dobili internet, ampak to si mogel celo kabel izključiti iz računalnika, pa tisti računalniki, veliki ekrani, velike tudi televizije, tiste velike. To je otrokom zdaj nepredstavljivo. In ne vem, ti telefoni, da si mogel vrteti, moja omaga je še zelo dolgo imela ta telefon. Otrok pač podrsa zdaj, avtomatsko. Gledam svojo hčerko, najmlajša je zdaj bila 4 leta stara, jaz si še nikoli nisem dala telefona, da gleda risanko na telefonu. Lahko jo pogledaš na televiziji, telefon je moj. Ampak včasih pa reče, slikaj me, in ko je slika, mi pokaže sliko, to pa ja. In potem ona točno ve, da mora iti s prsti narazen in skupaj, da ona razširi pa halo, ampak s posnemanjem. Ja, valjda. Ne se to, večanje pa to, jaz že včasih v kakšni knjigi bi ne rajši povečal, ker avtomatsko mi je že postalo. Jaz zadnjič dobila za rojstni dan en fotoaparat, tak pač kot polaroid, ampak iz temuja in pride tisti listek ven in je takoj šla po ekranu s prstom. Imaš pa v bistvu tipke ob strani. Se jih je takoj usvojila, ampak ja, kar je zanimivo, kako dobo so si ti otroci rodili in kam to naprej pelje. Pa, mogoče zdaj tudi tašna debata, kaj prav, kaj narobe. Kaj pa lahko danes starš naredi, ker dejansko starši danes sigurno bolj, kako bi rekel, tudi starši so danes bombardirani, smo bombardirani z informacijami, z dogajanjem, z vsem. In enostavno, jaz vidim, mi smo kot starši ful bolj utrujeni, kot so bili naši starši z nami. Ne? In včasih je pač to, da jim damo ta ekran, pa urco,
to, da se mi spočijemo, da smo lahko sploh boljši. Kako ti na to gledaš? Pač? Absolutno mislim. Sej, ne vem, nam so rekli, pojď ven, a ne, zdaj je otrokom dolg čas, ne vejo, kaj bi zunaj delali. Hvala Bogu, še živim v takem okolju, pa da imamo pred hišo dovolj prostora, da lahko gredo ven, da lahko grejo recimo na kolesarsko, pa grejo s kolesom, s kiroji. So veliko v gibanju. Tudi dejavnosti imajo popoldan, veliko, sploh da se tam gibajo. Ampak ja, mislim, se pa moramo preživeti, bodimo realni. A ne vsak da otroku risanko. Na nas pa je, da omejimo, koliko je tega. Da če se dogovorim za eno risanko, to pomeni, da ko je te risanke konec, je konec. In ugasnem televizijo. Vem, da bo sledil izpad. Še eno, ne? Koliko smo se dogovorili? Ena, ampak mi smo tisti, ki moramo biti strajni in dosledni. Samo tega potem manjka to so te meje, staršem, ki jim da občutek varnosti na koncu. Zato je ta kontraintuitivnost, v bistvu meja in povzroči stres, ampak hkrati da občutek varnosti. Ja. Pač, da vejo, da znotraj tega bodo vedno varni. Ne? Jaz sem recimo štetje do 3. To je zelo, zelo učinkovito. Še pri te starejših, da štejem. Čeprav rečem samo 1. Ja, sej bom! In Čekaj, v bistvu, zdaj me malo skrbi, če bojo to poslušali, ampak ne vem, kaj bi bilo pri številki 3, ker ne pridem do 3. To me zanima. To zelo ne bo dobro, veš, če bom dala za poslušati, ker potem bo rekla, nimaš, tudi zdaj se moram nekaj spomniti. Ampak vejo, da nekaj bo takrat. Začelo se je tako, ko je bila prva pač zelo mala, da je šla sedeti. To je bilo grozno. Da je ona šla sedeti. Ampak to je bilo pri 3, ni bilo to debate. Sediš. Umakneš od tam, kjer pač nisi slišala. In seveda je bil izpad. Pa je prišla nazaj, pa je šla nazaj. In včasih je šla 10-krat nazaj. Ker pač oprosti otrok. Otrok si. Če jaz rečem, da je tule meja, je ne moreš prestopiti. Še vedno se potrudijo, pa želijo, pa grejo čez, pa milijon načinov najdejo, kako bi šle čez. Ampak točno vejo, da bom dosledna. Pa sem lahko še tako utrujena, ko bom dosledna. Mi se pravi, takšne izpade trudimo reagirati z objemom in dati občutek ta joči, pač je prav, da jočeš. Ne? Težko je ful, dosti krat je težko, ker nas provocira itak. Ampak včasih nam rata in vidim ful razliko, če mu damo ta objem in to razumevanje, se ful hitreje umiri in sprejme. Ja, včasih tudi nami lažje reči, ne, če zdaj, ker si zdaj tako reagiral, jutri ne dobiš spet, ne, je to lažji način nam, ampak vidim pa, koliko njemu pomeni ta stik na koncu. Jaz sem imela obdobje, ko sem spraševala, potrebuješ objem? In najmlajša zdaj že pride, neče, rabim objem. Ful lepa. In v bistvu s temi mojimi vprašanji, če je takrat rekla, ne, sem jo pustila, pač ne more siliti v otroka, ne, vseeno je individuum, pač ne moreš ti zaradi tega, ker jaz mislim, da je tako za tebe najboljše, vsi tu imamo ljudje največjo težavo, jaz zdaj pa mislim, da moram pa tebi pomagati, pa da je bolje, da ti ta kozarec predstavim bliže, ne, če bom rabila izbliže kozarec, si ga bom premaknila. Kdo si zdaj ti, da bi boš povedal, da rabiš ti pa zdaj, da bi moraš ti zdaj to narediti, ker bo meni bolj udobno. Sama bom poskrbela zase. Ne, tada se frustriramo. Tudi mi pridemo, ponudimo objem, nikoli ne zagrabimo. In vidim, starejši ful hoče to, mlajši, on se bo usedel na tla, pač celo glavo v tla zabil, ampak čez 3 sekunde on bo v redu. To so drugi. Drugi so res ekstra otroci. Tudi jaz sem bila druga. Sem druga, ja. Imaš potem še kakšne? Sestro imam 7 let starejšo. Res si omenila srednjo šolo, da si padala skupaj, da si bila dosti odsotna. So potem pogruntali, kaj se je dogajalo, to, kaj je bil razlog za tem? Vmes se je nehalo, potem se je spet začelo in se je potem spet nehalo. Potem pa, ko sem bila, v bistvu imela sem že v prvi 2 hčerki, nekje 8 let nazaj, mi je pa rekla, oziroma ja, bila sem že v službi, ko sem spet izgubljala zavest, sem bila hospitalizirana in seveda se rekla, da pač je to psihično, da sem preobremenjena, pa še dedek je takrat umrl,
Vsega pa, dobro, star je bil 91 let, mislim, rekla sem mu, pojdi. Hvala za vse, kar si mi dal, ogromno si me naučil, ampak zakaj naj zdaj človeka tukaj držim? Nisem zaradi tega zdaj nič, ne vem, psihično zlomljena. A ne, koliko ljudi ima možnost, da ima nekoga ob sebi toliko časa. In sem bila samo hvaležna. In to ni bil razlog, da bi zdaj zaradi tega jaz izgubljala zavest. Ne. Ja, pa imaš takšno službo, pa otroke, ne, nekaj drugega ne štima. In vedno sem šla osebni zdravnici, ki ni bila tista tipična zdravnica. Vseeno je uporabljala eterična olja, pa takšne stvari, o tem smo se zelo veliko pogovarjali. Ona me je takrat, ko sem jo rabila, je rekla, ti kaj napišem ali se boš namazala. A ne? In to je to, hvala. Res to rabim. Ker je zelo verjamem v alternativo. In je ona rekla, sicer ne vem, zakaj ti to dajem, ampak tukaj je vizitka. In mi je dala vizitko, da si grem nastaviti atlas. In ko sem prišla jaz k njemu, sem rekla, samo eno pravilo je, če zgubim zavest, ne kličeš rešilca. To absolutno ne, ker ne želim iti spet v bolnišnico, ne delaj panike. In on mi tule na levi strani stisne in jaz zgubim zavest. In me stisne še enkrat in zgubim zavest. In me posadi gor in me stisne še enkrat in zgubim zavest. In sem imela toliko zarotirano telo in ta mišico toliko prekratko, da ko se je stisnila, je dovod kisika do možganov vse prekinil. In zato je jasno, da ko sem bila v bolnišnici, ko so vstopili gospodje v belem v sobo, sem se jaz ulegla na hrbet. In ko sem se ulegla na hrbet, sem zgubila zavest, ko sem bila na boku, je bilo v redu. In on je to poštimal in od takrat naprej ima mir. Po eni terapiji ali več? Naredi se zdaj terapija, pa čez 5 tednov še enkrat, ampak to je res, mislim, poslala sem čez 50 ljudi že k njemu. Z glavo boli, vrtoglavicami, bolečinami v hrbtenici, karkoli, res, to je pa čudež. Mislim, da vem, pri komu si bila. Je starejši gospod, ne? No, je malo starejši, ampak tam okrog 50. A ne, pa nisi. V Celju. Ne, zato ker en je iz teh štajerskih koncev, ki nima izpita, on ne vozi avta, ker ima nesrečo. Ja, ne, on pa ima. Ja. Aha, ne, pa nisi. Ja, ampak to je pa res, mislim, vsak se boji, ja, kaj pa če bom pol hrom, to dela aparat. To ne dela on je kiropraktik. Ja, to je prav. Oni pa dela res, mislim, da. Ne, to je pa prav atlantotek terapeut. Ok. Ja. Wow. In res nekaj najboljšega, kar se mi je zgodilo, da mi je rešilo bolniški in vsega tega. Dobro, wow. Ok. Torej, ti si zdaj med študijem 2-krat rodila. Kdaj ste se spoznala s partnerjem takrat? Jaz sem bila stara 18 let, on je bil 5 let starejši. Tako da letos bi imela 18 let, bi bila polnoletna skupaj. Polovico svojega življenja bi bila z njim, ja. Ok, kje ste se spoznala? Moj oče je imel trgovino, tam v Mislini z oblačili in z obutvijo. In sem jaz počitniško delala pri njemu. On pa je hodil tam v tisto kavarno, ki je zraven trgovine. Med pauzo sem pa jaz šla seveda tja na kavo. Poznala sem tudi njegovo sestro in njegova sestra je bila prijateljica z tisto, ki je tam delala, ker je leto starejša samo od mene. Potem pa ena kava, druga kava, pa če bi šla kaj ven, pa ne bom, ne, s tabo pa res ne. Takrat sem imela tisto poletje 2 takšni simpatiji, romanci in se rekam, ne, nikogar več v svojem življenju, ne, razočarana do konca, 18 let stara, ne, to, mislim, nikoli več nikogar. Potem pa me je pripričal, pa sem rekla, pa zakaj pa ne? Pa smo šla v kino, njegova sestra zraven. To je bil september, decembra, potem smo šli na en izlet z srednjo šolo. Smo lahko vzeli koga zraven in je on šel zraven in vedno sem klicala moja mamo, on je 4 kilometre stran bil od mene doma. In se rekla, on res danes ne more iti domov, a lahko prosim pri meni ostane, ker on ima tako daleč do doma, ne, kot da bi pešel ali pa ne vem, bi mogel iti na letalo. In potem je vedno več prihajal in se je potem že kar preselil k meni. No. Tak je bil res, ne vem, moja sorodna duša. Na začetku sem se ga toliko branila, pol, ko sem ga pa dovolila spustiti bliže, si pa nisem znala več predstavljati biti brez njega. Wow. Kdaj ste se poročila?
Civilno smo se poročila 2015, cerkveno pa 2019. 2015 sem bila noseča za drugo in nas je bilo 16 na poroki, v res najožjem družinskem krogu. Sem rekla, da ne, da zabava bo pa potem. In 2019 je res bila. Ob 4 popoldan sem oblekla poročno obleko in naslednji dan ob 9:30 zvečer sem jo slekla v nedeljo. To je bilo najboljši, res tak dan mojega življenja, ne znam ti povedati. Ob 7 zjutraj sem mislila, v redu, grem spat. Sem si do polovice odprla poročno obleko in je tak hčerki rekli, mami, a gremo na zajtrk? Ja, v redu. Sem si zaprla obleko in smo šli na zajtrk. In res, kot da bi vedela, da moram izživeti tisti dan do konca, brez treme, nasmejana, najbolj srečna na svetu. Kje ste se poročila? Pri Smogavcu. Tam je moja sošolka z faksa, tako smo se spoznali. V bistvu vse te večje dogodke imamo pri Smogavcu. Tudi zdaj, jutri gremo v Smogavcu, za 1. novembra se že 3 leta omaknemo. Smo gor. Tam nisem bil pa tudi že enih 10 let. No evo, pridi na kavo zdaj. Ja. Res, gor mi je, ne vem, naše, nekaj posebnega. Ne? Tudi njegov 40. rojstni dan smo praznovali gor, čeprav njega ni bilo več med nami, ampak njegove ljudi, sorodnike in njegove prijatelje sem povabila gor, njemu v spomin. Kaj se je zgodilo z njim vmes? On je januarja 2022 zbolel. Nisem bila takrat 4 mesece po porodu. In potem se mu stanje toliko slabšalo, da je mogel iti v bolnišnico. Je bil v Slovenj Gradcu v bolnišnici do 8. februarja. In tisto jutro se je pa naše življenje obrnilo na glavo. Je bil klical me zjutraj in je rekel, da ne more več dihati, da ga bo dali v komo. V komo, mislim, kaj? Nič mi ni bilo jasno. Je rekel, se slišima. In je prekinil in potem so me ob 2 popoldan klicali, da je njegovo stanje toliko resno, da bo prestavljen v Ljubljano. In je bil res s policijskim spremstvom prestavljen v Ljubljano. Priključen na ECMO aparat. In to je bilo pa potem obdobje, ko se je zdelo, da ne vem, da ga nikoli ne bomo mogli preživeti. Toliko skrbi, čakanja na informacije, vsakodnevno v Ljubljano, skoraj vsak dan tja, z najmlajšo, z nikom, da je najmlajšo imel v Ljubljani, da je nekdo pazil punce doma, da so vseeno lahko obiskovale dejavnosti. Zdaj, ko pogledam nazaj, si rečem, kako sem pa zmogla, ampak še danes bi se peljala v Ljubljano. Njemu. Ja. Koliko časa so trajale te poti v Ljubljano? On je bil 63 dni priključen na ECMO aparat. Tako da 2 meseca. Vmes se je kadarkoli zbudil? Ne, sicer se je odzival name, bil v komi ves ta čas. Tudi zajokal, me stisnil za roko. Oni so mi sicer pravili, da to ni mogoče. Sem rekla, ja, seveda se na vas ne odziva. Še zadnji dan je zajokal, ko sem ga vprašala, si želiš ostati, in mi je prikimal. Sem rekla, in si še želiš boriti, in mi je prikimal. In sem rekla, še želiš, da ti menjajo membrano, da boš lahko še naprej živel, in mi je prikimal. In so se mu ulile solze. In sem mi to povedala in so rekli, ne, on pa res ne ve, kaj govori. Mislim, kaj mu jaz govorim, ne? Da on tega ne more razumeti in da je nemogoče, ker tako globoko spi. Rekla, v redu. Vi že veste. Potem je pa sem 12. aprila njegovo srce ustavilo. V bistvu odklopili so ga od ECMO aparata. In potem se je še zelo, zelo dolgo matral. Jaz sem ves čas pravila, da naj gre, da nima smisla. Pritisk je bil že toliko nizek, da sem vedela, da so organi odpovedali. Srce pa ni nehalo biti. Dokler mu niso potem o 6:30 zvečer dali morfi. V bistvu vprašala me medicinska sestra, če mu ga dajo, pa se rekla, kaj bo to spremenilo. Je rekla, mogoče nič, ampak saj bolelo ga ne bo. In seveda vsi se tega bojimo, da bi človeka bolelo. In se rekla, absolutno. Jaz sem samo govorila, Dejan, prosim, lahko greš, punce me doma čakajo.
Samo pomagaj mi s kreditom, pomagaj mi, da bom zmogla pri vzgoji, daj mi neke signale, drugače pa prosim, pojdi. Čakajo me. Čakala me je najmlajša tam, zraven je bila njegova mama in sestra, ki sem jo po noči zbudila, da smo šli v Ljubljano. Potem pa ob 18:52 se je njegovo srce potem zavedno ustavilo. Potem so prišli pa malo čez 7 delegacije v sobo, da so mi izrekli sožalje. In so rekli, če grem ven, da ga bojo pripravili, sem rekla, in na kaj ga boste pripravili? Ja, to vzamemo te aparate in to, ja. Sem rekla, grem ven, če bo prišel nazaj, če ne bo prišel nazaj, grem domov. In sem šla domov. Ja, tako močna sem v bistvu že skozi celo življenje, ne, ampak v bistvu v vsem tem času v bolnišnici mi je bilo najhujše to, ko sem prišla zadnji dan k njemu, ko so mi povedali, da pač se membrana polni in da bo umrl. Da so me zaprli v sobo in so rekli, da naj se zjočem in zlomim, da me že 2 meseca opazujejo. In dali na vrata gor napis ne moti, ne vstopaj. Potem sem šla not in sem vzela telefon in sem se pogovarjala s prijateljico. Vse 3 smo bile tam noter, skozi okno sem ga lahko opazovala. Mislim, ko zdaj gledam, si mislim, kaj si pa ste si vi dovolili. To je tisto, kar smo se prej pogovarjala. Kdo si ti, da boš vedel, kaj meni ustreza? Ker me samo opazuješ in misliš, da jaz to potrebujem. Ja. Kako se danes počutiš, ko govoriš o teh stvareh? Čutim mir. Ni mi težko govoriti o tem. V bistvu to, kar sem povedala zdaj za svojo zgodbo, ki je enaka zaradi razen kakšne podrobnosti, mogoče kaj dodam, ker je vedno iskrena in vedno resnična. In takšna sem bila takrat in takšna sem zdaj. Nimam zadržkov govoriti o čemerkoli, ker to je pač življenje. Ene doleti prej, ene kasneje. Jaz sem verjela, da nas še zelo dolgo ne bo doletelo. Midva sem imela načrte, kaj bo potem, ko bova sama, kaj vse bova počela. Eno leto prej smo se preselili, če bi takrat vedela, da ga ne bo, niti kredita ne bi jemala, ne. Ne pa, da ga bom še plačevala 25 let. Ne vem, življenje se ti v trenutku obrne. Že od malega sem v bistvu opozarjala, da vzemimo si zdaj čas, dokler smo tu. Pa nekateri še vedno tega ne slišijo. In ko pravim, zdaj je rojstni dan, zdaj si vzamemo čas. Nič drugega ni tako pomembno. Daj takrat človeku vedeti, da si tukaj, da ti pomeni nekaj, da te ima rad. To je 15 minut lahko. Nič takrat ne more biti bolj nujnega. Eni to sprejmejo, eni ne. Da prideš na rojstni dan in da greš gledati televizijo, to več pove o človeku, ki pride, ne od tem, ki povabi, ne. Ampak to sem mogla spustiti, jaz rečem, to ni moje. Jaz se bom takrat maksimalno potrudila. Sploh, ko so rojstni dnevi mojih bližnjih, takrat več sem neustavljiva. Moj krščenec, ko je imel letos prvi rojstni dan, sem se iz Mislinje zvečer ob 8 peljala v Logatec, peljala torto, čeprav sem še vedela, da so oni na morju. Se jim je zavleklo, so prišli šele po noči nazaj. Se jim je pač pred vrati jih poklicala, poslikala torto in povedala pač vse najboljše in pustila torto tam. Peljala sem se 1,5 ure v eno smer, da sem odložila tam torto. In mislim, ta presenečenja so to, kar meni zelo veliko pomeni in ki jih rada delam drugim. In pa to vzeti si čas za človeka je res mi neprecenljivo. Da me nekdo povabi na večerjo, da me nekdo povabi na koncert. Mislim, nekdo je za mene to splaniral. To je za mene taka velika gesta. Ne rabi biti zraven denar. Ne more nekdo pa za mene ne vem koliko denarja da lahko nekaj naredi, ne. Pokliči me, a gremo na sprehod z veseljem. To je to, danes smo tu. Že danes nas mogoče ne bo več. A smo vse naredili, a smo povedali vse, a smo oprostili, a smo bili iskreni. A bomo lahko živeli s tem, kar smo povedali.
Koliko ste bili starejši dve takrat? 6 in 8. Kako ste to one dve razumeli? Zdaj, najstarejša je ves čas že taka odgovorna, resna, zelo odstopa od vrstnikov. Tudi zelo inteligentna, ona je čist na poseben način predeluje. Ona je takrat preskočila 2. razred. Vse se je tako dogajalo v nekem takratno, v tistem času. In ona v bistvu žaluje skozi zelo dobre ocene. Ona rabi 100% na testu, drugače ni dovolj uspešna. Redko, da mi pove oceno, ona reče, 1 točko sem izgubila, pol točke sem izgubila. Zelo je jezi, da dobi 4, kar jih je bilo zelo, zelo, zelo malo. Zdaj v 7. razred pa ne vem, če je bilo 5 štirk, ne vem, če. In žaluje tule, no. Mora biti uspešna v šoli, pri teku, na dejavnostih. Take stvari. Mislim, to jo osrečuje. Čeprav je zelo obremenjena s tem, ampak ne more mi dopovedati tega, da to ni pomembno v življenju. Ne. Ni je zdaj to pomembno in sem tukaj, da se mi opora. Bila je zelo skrbna do mene, ves čas me je opazovala, kako se počutim, s kom se pogovarjam, kam grem, kdo bo z mano. Zelo, še vedno je take stvari zelo skrbijo. Srednja je pa otrok, taka res taka srčna, nasmejana, mislim se tudi prva ni škodoželjna ali pa kaj, ampak res je bolj resna. A ne? Ta srednja se pa igra, take iskrice v očeh, ima res take otroške, tudi otroške igre so ji zanimive, tudi z najmlajšo se veliko več zaigra, najde ideje. Srednja je taka, kot sem bila jaz. Da je pač povprečna in uspešna v tistem, kar se loti, ni obremenjena s tem, zdaj koliko bo ocena, kako jo bojo drugi videli. Ima prijateljice, se razjezi, ko se razjezi, se smeji na ves glas iz srca. Ona je pogosto jokala. Zelo, zelo pogosto. Ona je tisti dan, ko sem prišla domov, potem v postelji vprašala, mami, a ati je umrl? Ko da prej sploh ni mogla sprocesirati, kar sem jim povedala. Ne. To je bil v bistvu tudi povod, da sem napisala slikanico, te njene besede. Ker ja, umrl je, to ne gre opisati drugače. In takrat se mi je zdelo prav, da pač sem iskrena, govorim resnico, ker ni zaspal, ker se ne bo zbudil. In ni odšel, ker ne bo prišel nazaj. Prav preko medijstev potem je prijateljica tudi medije rekla, ne umrejo, ne? To so zelo težke besede, odidejo zaradi tega, ker so vedno potem tukaj, ne? Ampak zemeljsko tule drugače ne moreš reči, kot da je umrl. To opiše tisto, ker nikoli več ne bo peljal v šolo. Na nobenem nastopu ga ne bo videla, kako ploska. Zagotovo bo zraven, ampak tam sedim sama. Fizično tam sedim sama. In to je kot mami mi pogosto težko in zajočem zaradi tega, ne samo zaradi tega, ker sem tako ponosna na njiju, ampak sama tam ploskam. Pa bi si neskončno želeli, da bi sedel zraven še ati, ki je bil pač njun kralj. On je bil res človek z velikim srcem, zelo dober prijatelj, kot oče pa oče z veliko začetnico. Tudi partner in mož odličen, ampak res je bil pa oče. Ne vem, mogoče 2 prijateljici imata takega očeta, ko je bil pa on. To ni bilo nikoli utrujen sem, ne bom se zdaj s tabo ukvarjal. Toliko stvari so počeli skupaj, skupne skrivnosti, on jo je vozil v vrtec. Ne vem, mame vseeno moramo kup drugih stvari zraven početi. Očetje pa, če so res tisti očetje, so tam z otrokom. A ne. Ni pomembna gostilna, televizija, ampak otrok. On je sedel z njima in ustvarjal in ne vem, ni je bilo stvari, ko se je ne bi lotil. Posod je vključil v kuhanje, karkoli. On je res vse počel. Samo oblačila so bila moja. Vedno je rekel, če si še pa perem sam, potem te pa ne rabim.
skuhal je vsako nedeljo. No, z mojim očetom sta se večinoma menjavala, kdo bo kuhal nedeljsko kosilo, ampak večinoma je bil pa on tisti. V soboto zvečer je bila že juha pripravljena, nedeljsko kosilo je bilo nedeljsko kosilo. Ne. Potem je večinoma šel popoldan v službo v nedeljo, ker eno smeno je mogel delati čez vikend, pa sva se odločila, da je v nedeljo popoldan najboljše, ker imamo vseeno cel vikend in nedeljo, če imamo 12 kosilo, je potem res dolga nedelja. Tako da najmanj zamudi našega družinskega dela, če gre v nedeljo popoldan, pa je potem ob 9 zvečer bil že doma, da smo tudi mi, da imela potem še kaj od večera. Res mislim, ko bi nas gledal takrat, bi rekel, wow, ta družina pa res je srečna družina, sploh ko se je najmlajša rodila. To sem pa vsakemu povedala, veš, kako srečni smo. In v porodni sobi sem rekla, se kmalu spet vidimo. Ampak tistega se kmalu spet vidimo, se ni zgodilo, ker je prej odšel, ampak res smo si želela še večjo družino, ker so nama otroci pač največ, kar je možno. In tudi mi, nas spet je bilo pač, ne vem, srečna, petperesna deteljica. Vem, da sem takrat za novo leto, oziroma za Silvestrovo napisala hvala 2021, bilo si čudovito, 2022 ali zmore še boljše. In potem je čez 3 tedne zbolel. Nepredstavljivo se mi je zdelo, ne? Mislim, končno imam brezskrbno porodniško, to sem vedno rekla. 4 mesece. Ampak res, mislim, toliko nasmejani, smo bili toliko srečni, toliko se nam je tole tretjo spremenilo življenje v plus. Že prej je bilo vrhunsko, ampak to je šlo pa v presežke. Kaj ti še potem en ta otrok da zraven. In da sem res lahko bila doma in mama in skrbela samo za otroke in za nas, za družino skrbela. Ne zraven še faks in služba in vse to. Četrtega si hotela vseeno, da je fantek? Ne, Ne? ne vem. Si hotela še eno punčko? Vseeno je bilo, mislim, če bi njega vprašal, bi zagotovo punčko še eno, ne, on je bil res, ja, moja, ne. Ne, ni bilo zaradi tega, da bi bil za spol. Ne vem, 4 otroke, ne znam nikoli odgovoriti na to vprašanje, zakaj, ampak res zelo, zelo močna želja po 4 otrocih. Potem pa se zgodi življenje. Ko si se vozila domov, po tem, ko je umrl, kaj si razmišljala, kako povedati to hčerkam? Nisem razmišljala. Še takrat, ko sem se vozila, jaz sem vozila. Sicer so mi že iskali prevoz, da bi pač 2 osebi prišli v Ljubljano in da bi nas peljali moj avto. Sem rekla, da ne, jaz peljem domov. No, 4 smo bile v avto, ne, najmlajša, pa njegova mama, njegova sestra. Jaz sem po poti že vse urejala. Želim, da se to in to poje na pogrebu. V najožjem krogu bo to vse mi je bilo jasno. Vem, da sem na avtocesti uredila, sem samo rekla, zapiši to, uredi to, pokliči tega, to naredi. Dokler, da se nisem pripeljala do tistega klanca, katerega časih smo šli pač na kavo, ker je bila tako huda zima. Ti boš mogla napisati knjigo na klancu. Kar me je zadelo, da čez nekaj metrov bom doma in bom mogla povedati puncama. In vem, da ko sem se parkirala, ko sem začela hoditi po stopnicah gor, je bilo zelo temno, samo ena luč je svetila, ker niti nisem dovolila, da moji domači povejo puncama. Itak so vedeli, da se nekaj dogaja, zaradi tega, ker so vsi jokali. Ampak se nekaj jaz želim biti tista, ki povem. In ko sem prišla v dnevno sobo, tako mračno, dnevno sobo, sta sedeli na sedežni in sem se sedla k njima in sem jima pač povedala, da je umrl, da je bil tako hudo bolan, da mu niso mogli pomagati in da bomo zmogle, da nekako bomo mogle iti naprej. Takrat je najmlajša s kazalcem pokazala v sredino dnevne sobe in rekla, ata.
In to je bila njena prva beseda. In naslednje jutro je to ponovila in sem vedela, aha, tukaj si. Res nas ne bo zapustil. Potem smo iz otroške sobe nesle, oziroma ne, posteljo smo prestavili pa že 10 dni prej, ko so mi povedali, da bo umrl. Takrat sem želela, da smo skupaj. In smo potem šli spat, da smo se stiskali v postelji, no, ko me je potem srednjo vprašala, mami, a ti je umrl? Rekla, ja, umrl je. Potem so punce zaspale. V tistem je prišla prijateljica, evo, Katarina od Smogalca. Veš, kako je to, vse je povezano. Si mislim, da celo poznam črenje. Je prišla k meni domov, spomnim se, ostala je pred vrati in sem mu govorila, kaj, kako, ne, ni res, kako, nič ni bilo jasno. Teda v bistvu sem jaz njo to lažla pa spravljala k sebi, ker je bila v takem šoku. Ja, jaz ne vem, kaj delam tu. Moram domov poklicati, da sem tu. Čist je bila dio in potem je prišla gor in smo se pač pogovarjali. Ona je bila recimo tista, ki se je pač pripeljala tisti večer. Se nikomu ni bilo jasno, da je to sploh možno. Drugi dan pa ja, urediti 1000 stvari. To si sploh ne moreš predstavljati, koliko stvari moraš urediti, ko imaš mladoletne otroke. Neskončno hvaležna sem prijatelju, ki je direktor Centra za socialno delo, ki me je potem poklical in je rekel, da naj pridem, da to urediva te stvari, ker nisem imela blage veze. Mislim, vsej v redu, jaz sem imela to opcijo, da pač je on vedel, kaj moram narediti, večina ljudi nima. Zato sem tudi, ko pišem dnevnik mlade vdove na Instagramu, tam je bila ena objava to, na kaj vse morajo biti pozorni, da kaj ne izpustijo. Recimo zagotovo se ne bi spomnila na penzijo, da gor pišem, sigurno ne. Mislim, to je bil leasing, kredit, kolizijske skrbnike najditi za vse 3, urediti polno stvari za pogreb, za ne vem, 2 avta, kaj bom z avtom. Naj sem si kupila nov avto 1 leto prej, katerega prodamo, ja seveda večjega obdržimo, ne. Da sem klicala prijateljico, če lahko uredi z avtom, naj ga proda, ne vem, naj ga odpelje kakorkoli, samo avto pač mora iti. Tako da, ko je bil pogreb, je bil avto že prodan. Kaj bomo oblekle, katero sliko bomo dale, žaro smo mogli zbrati, punce so bile ves čas vpletene, zraven, skupaj smo šle žaro zbrati, kateri grob bo, vse to, želela sem, da so pač vključene. Da si ne bi nikoli očitala, da sem nekaj pač naredila po svoje, a ne. Res je, da so mogoče imele, ne vem, kakšne druge ideje, ampak vseeno kot odrasel, potem moraš pač v tisti znotraj meja reči to ali to je možno, a ne. Tretja opcija ni mogoča. Ja, pač že to je recimo ni bilo značilno, bile smo oblečene v roza na pogrebu, ker ko smo terapevti nadaljavo delali terapijo, je bilo zelo pogosto rečeno, da bova šla na ples. In jaz sem si za ta ples kupila eno roza obleko in vem, da sem si jo dala iz škatle, tako sem jo prijela v roke in jo pogledala in sem rekla, to bom pa oblekla na ples. In en moški glas na moji levi, mislim, da moji desni strani je rekel, ali pa na pogreb. In vem, da sem se tako obrnila in sem rekla, ne, na ples. In takrat je bilo prvič, da sem pomislila, kaj pa, če bo pogreb. In to obleko sem imela potem oblečeno in tudi punce niso bile v črno. Mislim, to je nek stereotip, takrat pa moraš biti črn, da te ja še bolj dol tišči ta energija, ko je že tako težka in zdaj pa dajmo še črnino, da bo še pa težje. Ne dati barv, temno more biti, samo jokati moraš, bog ne daj, da se smejiš, da se bolj pogovarjaš, da ti kdo kaj smešnega reče, bog ne daj, zakaj ne? Mislim, če bi si kaj dejan želel, je to, da živimo dalje. Ne, da pa zdaj, vse čas se ti ustavi, vse drugo jutro se je zdelo, da vsi živijo naprej, samo ti ne. In da nikoli več ne bo živel naprej. In pogledaj skozi okno in se pelje mimo avtobus in se pelje mimo 1000 avtov. In vsi grejo v službo. In se peljejo v trgovino. In vse delajo naprej.
ti si pa tam in samo gledaš. A veš, tako je tistem filmu, ko človek stoji, pa se pa vse vrti okoli njega, veš, ko tako posnamejo, no, tako občutek je, ker vse gre, ti si pa tam. In moraš vstati in moraš dati otrokom za jest in ne vem, se je zgodilo potem ja po pogrebu, da v torek, ponedeljek je bil velikonočni ponedeljek, v torek zjutraj pa nisem imela kruha in je pač ta starejša šla v trgovino kupiti kruh. Ker, a ja, lačna si, točno. Ne, si tak nisem čutila lakote. Otrokom moraš dati nekaj za jest. Mislim, sela bi si dobila, ne vem, mleko in kosmiče. A ne? In je šla. In je zmogla. In mnogokrat se zgodi, da pač jih potisnem čez rob in rečem, pojdi, se zmoreš. In se pelje z avtobusom na dejavnosti. Pač ne zmoremo vsega sama. Ne moremo narediti rešitev, ki bo še vedno optimalna za vse, da bo lahko prišla točka A do točke B. A boš se z nekom peljala ali pa greš na avtobus. Ne morem biti ves čas taksi mama. Poleg ostalih stvari, ki so poleg popoldanskih stvari, poleg SP-ja, sestankov, ogromno stvari se dogaja, ne, čez dan. Niso samo treningi. Vseeno imam še najmlajšo, ki pa je ne obiskuje teh dejavnosti, a ne. Včasih gre zraven, včasih čakam, včasih se jim bolj splača, da grem domov, ker moram druge stvari vmes narediti, a ne. Kilometri se nabirajo, da bencinski sem kar naprej. Ja, pač življenje. Ne vem, mi da smo imela res prerazporejene te stvari in koliko ostaneš sam, vidiš, da ne zmanjkata samo 2 roki, zmanjka tako pomembna oseba, ki ti pomaga pri vseh odločitvah. Mi da smo se slišala za vsako stvar, ki se je zgodila. In zelo dolgo se mi je dogajalo, da sem ga želela poklicati, tako da na eni točki sem mogla zbrisati telefonsko številko, ker avtomatsko bi stisnila, da ga kličem. To pa to se je zgodilo. Ne? To je bil način prej. Da sva si povedala stvari, ker to je, to sem pa zdaj zafrknila. Ne, to se mi je pa zgodilo. Ja, to je pa rekel, njegov značilni stavek je bil Ošla, ki je rekel. To je njegov sodelavec in njegov pač najboljši prijatelj. Še vedno imamo stike. Letos smo za obletnico njegovo, obletnico smrti smo šli skupaj v Gardaland. In smo se odločili, da 12. aprila pa vsako leto nekaj počnemo. Da imam takrat dopust in da je takrat naš dan. Tako da leto smo začeli z Gardalandom. Drugo leto pa bomo videli, kam nas pot pelje in potem naprej. Veliko se o njem pogovarjamo. Res veliko. Najmlajša je pa zdaj začela ogromno spraševati. V sredo smo bili recimo v eni restauraciji, smo jeli kosilo, ker smo čakali sredno na treningu in še nismo uspela prej jesti kosila. In je začela spraševati, kam pa je šel ati, kaj se je pa zgodilo z njim, zakaj pa je zdaj na pokopališču. In sem bila odkrita, ja, pač upepelili so ga, dali so ga v žaro, sem našla žaro na internetu in pokazala, kakšno smo izbrali z metulji. Vse to, potem pa je ati to, pa je ati to. Potem sem bili zdaj pri zdravniku v čakalnici spet začela, ja, ati pa to, pa zdaj pa ne vem, kaj mi je že rekla, pa se rekla, ja, moramo iti po ikebano, ker pač bo zdaj 1. november, pa da imamo novo ikebano. Mami, ne smemo pozabiti na ikebano, ne, tako mislim, ikebana, 4 leta stara. Kaj pa je to zdaj ikebana? Ja, viš to, ko smo dali tiste rože gor, ja, potem smo pa dol dali, pa smo dali nekaj drugega gor. Vsak dan mi pove, da me ima rada do Atija in nazaj. In zelo pogosto reče, mami, a ne vsi bomo umrli, pa pridemo nazaj. A ne gremo k Atiju in potem pridemo nazaj. Ja, vsi bomo umrli. In mu reče, jaz pa hočem iti k Atiju, tega pogrešam. Ja, ko bo stara. Je zadnjič rekla, jaz bom šla pa z babi pa dedijem gor. Ne boš. Ne. Počakaj, boš šla k Atiju, ampak ko boš zelo, zelo, zelo stara. Drugega poti sploh ni, ko pa takrat. To mi je ful zanimivo pri otrocih, ko začnejo približno razumevati koncept smrti, pa se kar vse vrti okoli tega. Ja, ona je pa sploh, ne. Ona se tudi zelo veliko z njim pogovarja. Zelo veliko ga vključuje zraven. Ali pa recimo mi prinese plastični telefon, pa reče, mami, a ti te kliče? Pravi, kaj pa pravi? Ta te ima ful rad. To je zdaj začela par dni. Ali pa s kom se pogovarjaš? Ja, z Atijem. Moram to pa to narediti. Ok, pa naredi.
Prečerajšnjim je prišla do mene in rekla, mami, veš, kaj se mi je pa danes sanjalo? Da je bila babi, pa dedi, pa je bil ati, pa ti si bila v taki lepi beli obleki. Takrat sva se poročila. Ja, poročila sta se. Wow, krasno. Ne? Pa nje takrat še sploh ni bilo, ko sva se videla poročila, ne? Ampak je res, to je zanimiva. Vem, da je bila ta prijateljica moja, no, ki je medij, da je bila enkrat na obisku in je najmlajša stala in je tako držala jopco in je rekla, k mamici, ne, sijati ti ne bo pomagal. Je rekla, je njemu je držala, ona ga vidi in pač je jasno bilo, da je bo ati pomagal. Je rekla, ampak ne more ti, mami, dej. Veš, kolikrat se je to zgodilo potem. Pa zdaj recimo imamo pa to, da naj nam uredi parkirišče. Vedno. Res. Prosim, parkirišče rabim. In zdaj se mi je zgodilo, ko je bila prijateljica en dogodek, da smo celo v garažno hišo spustili. Od hotela garažno hišo. No, hvala. Dobro si to zrihtala, ne? Drugače ne vem, kam bi parkirala. Ja, tukaj so, res so tu. In mi smo, mislim, lahko jim rečemo, pomagaj nam to. Mislim, če hočeš zdaj, da zadaneš milijone, boš pač prvo srečko kupiti. Ne? Te še nisem kupila, da bi lahko zadela milijone, ampak neke realne stvari pa zagotovo pomagajo. Ne? Pa recimo ne vem, kaj naj naredim, da pomagaj, da se odločim, pa mi zagotovo da nek signal. Kaj je prav? Ali da mi nekdo reče to, pa sploh ne ve, da se o tem recimo pogovarjam ali pa da o tem razmišljam. Vem, da se mi enkrat zgodilo, zelo, zelo pogosto prižiga zunaj luč. Luč je na senzor in če gre recimo mačka mimo, se prižge pri vhodu od mojih staršev in pri nas luč. Pa imam kamere, ker on je zadnjo božičnico kupil kamere. Mislim, potem teh kamer nismo namontirali 2 leti in zdaj končno imamo kamere okrog hiše, ker to smo pa nujno potrebovali kamere. Mislim, ne sprašuj, kakšno je bilo takrat. Z božičnico boš kupil kamere. Zakaj jih rabiš? Mislim, kaj si slavna oseba, da potrebuješ kamero? No, Takrat to vsaj ni bilo obvezno, božičnica. Ja. Da, in zdaj grem gledat kamero in nikjer nobene živali. Nikogar. Luč se prižge. In jaz sem enkrat sedela na kavču in sem rekla, a si tu? Pa nič se ne zgodi. Ko sem rekla, a si tu, prižgi luč, se je zunaj zagotovo prižgala luč na senzor. Mislim, jaz sem sedela, to moraš iti po stopnicah okoli in okoli, tudi ko grem dol, se luč ne prižge, ker me skozi vrata luč ne zazna. In vedno sem rekla, a si tu, prižgi luč, se je luč prižgala. In takrat sem sedela tam in sem rekla, a si tu, prižgi luč. In nič. Dobro, a si tu? Nič. Ampak, če si rekel, da si ves čas tu, zakaj zdaj ne prižgeš luči, mislim, kam iz drugega zadelate, ne? In se ne prižge luč. In takrat sem šla res žalostna spat. In sem rekla, ok, mogoče vse to v moji glavi, ne vem, domišljam si neke stvari, ni ga tu, ne, to je to. Umrl je, ni ga tu. In tisto noč je ena hčerka bruhala. Ne vem točno katera in meni je to pač nekaj najhujšega. Tega pa ne morem, to je on čisto. In vem, da sem samo tako jogi rjuho dala skupaj in jaz sem dol in pridem v dnevno sobo in je z ravne police, kjer so njegove stvari padel angelček na tla. Ravna polica, ne vem kako, ampak tisti angelček je bil v dnevni sobi na tleh. Tako sem je šla, je bil točno na sredini, kjer je bila moja pot. Nisem mogla, mislim, pohodila bi ga, če bi naredila še korak. Nisem mogla iti levo, desno. In samo rekla, ok, vem, da si tu, oprosti. Ker to je bil pa res tak znak. Mislim, nikoga ni bilo tam, da bi lahko tistega angelčka dol potisnil. Ne vem, res zelo, zelo, zelo je prisoten. No. In tako recimo skozi medijstva sem dobila odgovore na vsa moja vprašanja. Tega se tudi nikoli prej nisem posluževala. Pa sem recimo izgubila že veliko ljudi, tudi zelo dobra prijateljica je naredila samomor, ko je bila stara 17 let in takrat sem se zelo, zelo sprašala, zakaj. Zakaj me ni poslušala, zakaj ni želela se obrniti na Tom, kamor sem klicala. Vse povedala, zdaj vas bo poklicala in ni želela. Toliko strahu je imela v sebi. In takrat sem vedela pač, ok, zagotovo se lahko kdo pogovarja z dušami, ampak nikoli pa nisem brskala tega, raziskovala, da bi rekla, ok, bi pa to rada tega se poslužila. Ne? Vedno me je pa zanimalo.
Pa vedno sem čutila neko prisotnost, da je še nekdo tukaj z nami. In potem je pevka Tjaša Steklasa, Tjaša in Uroški poeta, je takrat, mislim, da je bil 2. maj, objavila story na Instagramu v spomin njeni mami, ki jo je izgubila. In jaz njej napišem sporočilo, ali kdaj postane lažje. In je napisala, ne. Sicer ne vem, kako verjameš v te stvari, ampak meni pa zelo pomaga medijstvo. Wow, daj mi kontakt. Zdaj le rabim ta kontakt. In je dejan na vsak način želel priti v stik z mano. Da bi mi lahko povedal stvari, ki so se dogajale, kaj misli, kaj čuti vse, da se ne rabim kriviti. Začela je z besedami, potem 38. dan sem jaz potem z njim govorila, ampak res besede, ki so bile samo najine, ki jih pač nihče drug ni vedel. Recimo mi, da si nisva rekla, ljubim te, ampak ljubam te. Kako bo ona to vedela, mislim, iz Logatca. Preko Zooma sva se videle. Res toliko stvari, ki ne vem, še moji bližnjih ne bi znali povedati. In potem rečeš, ok, seveda greš prvič na medijstvo, dejno, da te malo preizkusim. Vsak gre tako iskreno, pač ni ga človeka, ki bi pa rekel 100% verjamem v to, to je to, a ne, ker to so vseeno tabu teme. In sploh krščanstvo je, pusti jih, da so tam, ne drezaj, in tam so in na pokopališče moraš iti. Ja ne, zakaj šla na pokopališče? Tam je njegovo fizično telo. Sploh ne vem, kdaj sem bila nazadnje na pokopališču, če ga ni tam. Mislim, iz spoštovanja jamo gremo urediti grob, a ne, ampak zakaj? Sploh pa grem ponavadi v takšni uri, da je čim manj ljudi tam, ker nobene ne rabi kljukice delati. Aha, je pa prišla. Kam sem prišla? Če sem se jaz prej z njim celo pot že pogovarjala, mislim, kaj ne zdaj tu delam. Pogledam, če je vse ok, malo pobrišem, kaj menjam, odstranim in to je to, zaradi tega, ker ga spoštujem. Ker vseeno lahko ima pač svoj zadnji dom, ki ga je imel, lahko ima urejen. A ne, vsako leto, ko pride ta položnica, da moram plačati najemnino, jo gledam, pač, kaj pa delaš ti tu? Kako najemnino za grob? Mislim, jaz plačujem kredit za našo hišo, to mi dva plačujemo, ne pa najemnino za grob, če tam njemu ni mesto. Tam sploh ne bi smel biti. Da bi lahko imela doma sploh? Ne, samo pač nasplošno, mislim, kaj delaš na pokopališču, kaj ti ni jasno, ne? Če ti sodiš ob nas. Ja, teda v bistvu medijstvo je bilo eno izmed tistih stvari, ki je meni zelo pomagalo. Tudi potem, ko sem z dedijem govorila, recimo, ko je rekel, kje si sonce moje, on je mene vedno tako pozdravil, veš, to je tudi ena stvari, ki jih ni mogla vedeti. Mislim, si vedel, da me je dedi pozdravil, kje si sonce moje? No, a veš. Tudi ta prijateljica, no, ko je naredila samomor, seveda sem potem tudi želela z njo govoriti. Pa to ni zdaj nobena reklama za medijstvo, ampak meni je res zelo pomagalo, da sem lahko zaživela naprej in dobila odgovore na vsa vprašanja. Vseeno se človek vpraša, kaj bi lahko še naredil. Takrat zagotovo, čeprav veš, da boš pač zvezane roke, bolnišnica je vseeno sistem, delajo stvari, ki jih pač delajo, in sem si zelo postavila takrat za njega in opozarjala na stvari, ki niso pravilne. Potem so pa tako po hitrem postopku pač zaključili, ampak vseeno jaz sem oseba, ki bom želela resnico vedno. In resnica je samo tista, ki je pač edino, kar je pravilno, in iskrenost, ki je pač v naši družbi toliko manjka. In no, zato je tudi ta slikanica potem nastala ravno zaradi tega, ne, te iskrenosti. No, da nam zdaj pove še malo o tej knjigi. Sprej, po tej tragediji je v bistvu nastala ta knjiga, pa tvoji profili, ne, na Instagramu, ki bomo tukaj spodaj pod videom objavili, tako da ti lahko sledijo. Hvala. No, če grem najprej na profil, ki je nastal mnogo prej kot slikanica. To je tudi v bistvu na enem medijstvu, mi je rekla Mary, piši o svojih mislih in občutkih, da to dejansko sporoča. Kaj ne se naredim? Ja, to, kar že pišeš, v mnogo ljudeh marsikaj premakneš.
Tako, ok, zakaj se pa samo iskrena sem, a ne? To prihaja iz mene. In zato sem se takrat odločila, da grem oziroma tudi na njegovo pobudo, anonimen profil. Do slikanice nihče ni vedel, kdo sem. Tako da je bilo potem tudi na meji, a se zdaj grem javno, da je ta profil povezan s tem ali ne, ampak to je samo resnica in ti so moji občutki. Te objave nikoli niso nastale zaradi tega, ker bi jaz rekla, aha, zdaj pa moram nekaj napisati. Zdaj pa že en mesec nisem napisala, zdaj pa moram. Ja, ne. Takrat, ko se mi je zazdelo, takrat, ko je bila teža prevelika. A ne, to je bilo anonimno, nihče ni vedel, kdo stoji za tem, razen tistih par, ki so pač vedeli, da to pišem. In meni je to zelo, zelo pomagalo. Tudi, ko grem zdaj brati nazaj, je to za mene tako zdravljenje, celjenje ran. In ogromno ljudi se je odzvalo na to. Hvala, ker to pišeš, hvala, ker mi pomagaš, hvala, ker vem, da bo lahko dobro. Točno takšne občutke imam. Ali pa ne vem, pol leta nazaj, tako sem se počutila. Hvala, ker vidim, da je ok, če tako čutim. Ker ljudje se res veliko sprašujemo o tem, kaj je zdaj prav, kaj ni prav. Vse je prav. In prav je, da si žalosten, prav je, da si vesel, prav je, da igraš vlogo žrtve, prav je, da greš dalje. Vse je ok. In vsako obuje te čevlje, pač nobene niso enake velikosti, pa enake znamke. Vsi so pa težki. Vsi žulijo. Niso tako lahkotni, kot so bili prej. In vsako je bil pameten, rečem, evo, izvoli moje čevlje, lahko. Vzemi jih. Jaz pač takrat sem mogla narediti, kar se je zdelo za mene in za moje deklice najboljše. Oprosti, če si ti s tem ne strinja, samo nisi tukaj zraven. Ta slikanica pa, ja, evo, to je moj ta 4. otrok. Moja Ula, ki je nikoli ni bilo prave rojene Ule. Prav, to je skrivnost imena, da si ga izbrala? Ja, to je moja Ula, ki sem si jo želela kot mala deklica že Ulo in črta, ampak dejano ni bilo to všeč. No, do črta sploh ni prišlo, ker pač ni bilo opcije. Pa je on kriv? Tako da no, je moški določa spol. Ampak Ule pa ni želel, ja. Okay. Ta Ula je pa v bistvu, so vse moje 3 deklice v tej Uli, od vsake je nekaj vzeto. Želela sem, da je res njihova, ker je to njihova pripoved. 90% besed je njihovih. Sploh tam, ko piše. Mislim, na začetku sploh, ko so delale marmelado, to je Atijova marmelada, slavna marmelada, ki smo jo letos skuhale prvič po tem receptu, ker jo je zmanjkalo. Toliko je skuhal takrat, da smo jo do zdaj imele. Wow. Prišla sem iz porodnišnice, 4 dni po porodu je on kuhal iz 20 kg slive skuhal marmelado. In v bistvu, evo, tole so moje 3 deklice, ki jih je narisala ilustratorka, vrhunska ilustratorka Urška Stropnik-Šonc, s katero sva se tudi prvi trenutek ujeli. Imava eno skupno prijateljico, ta prijateljica je izdala knjigo in je ona ilustrirala in sem rekla, daj mi prosim kontakt. In prvi klic je trajal 1 uro. In sva se takoj ujeli in od februarja do junija so nastale te ilustracije. Tudi ona pravi, da je imela zelo velik proces tukaj zraven. Ker vseeno to težko zgodbo dati v barve. Jaz sem jo pustila čisto proste roke, razen tukaj, če se vrneš eno stran nazaj, tale Ula je imela stopala obrnjena navznoter in sem rekla, da to pa ne, kot specialna pedagoginja pa na to zelo opozarjam, tudi na ta V7, ki je pri otrocih zelo pogost, da to ni pravilna drža in pravilno sedenje in da ne, to mora popraviti. Pa barvo las od Atija je popravila, ostalo se je pa čisto po njenem navdihu bilo in je res vrhunsko opravila svoje delo. Komu je pa predvsem namenjena ta slikanica? Otrokom in odraslim. Tudi tistim, ki se s tem še niso soočili, s tem, ki so morali prehoditi to pot. Mislim, tistim, ki so morali prehoditi pot, komorkoli.
Recimo tole je bilo tisto odločilno, ko je rekla, da je hotela v sivi tonski lestvici narediti to stran, ampak da je bila vsaka barva presvetla. In ko je ati umrl, je edino črna bila tista, ki je dovolj veliko žalost upisala. Potem pa je spet barvno naprej, ker se je življenje vseeno nadaljevalo. In ja, kdorkoli jo prime v roke, je navdušen, mislim, ne najdem druge besede. Zelo je, seže globoko tale slikanica in vsak reče, wow, bravo za toliko poguma. In kako vse to ubesediti na nek otroški način, da otroci lahko razumejo, vseeno pa podpre starše. Kje lahko dobijo to knjigo? Na moji spletni strani, Pogumna deklica Ula, na Instagramu, na profilu Pogumna deklica Ula. Je bila pa ta slikanica izdana v sozaložništvu z Mohorjevo založbo. Tako da je tudi navedena ta založba, ampak v bistvu naklada 500 izvodov in ilustracije in vse to stroški so bili moji. Oni so pa krili potem pač to pripravo na tisk, skene in te stvari. Skupno je bilo pa v 900 izvodih, 400 jih imajo oni, 500 pa jaz. Da, vrhunsko so oni upravili svoje delo, ilustratorka, moje punce, jaz sem samo bila tisti vezni člen. Vmesni še vedno, ko pogledam slikanico, si rečem, wow, to je moje. To sem jaz napisala. A res piše tukaj moje ime? Prečudovita mi je vsakič, ko jo vzamem. A ne, sploh pa posvetila, ko jih noti napišem, tudi tiste, ki jih želijo, ganejo. Se tukaj bi mogoče delil s publiko, kako sem sploh izvedel zate, ne? Dejansko vozil sem se, uspaval otroka med vožnjo, ker je to dosti krat lažje, kot pa se truditi na rami ga uspavati. In lihvo tisto vprašanje od Roškarja, ne, da ocenite svoj dan, in si se ti oglasila na telefonu in si rekla, čista 10, nekaj podobnega. Pa je vprašal, kaj pa se je zgodilo, ne, in si rekla, ja, danes je pa išla moja slikanica ven in si povedala zgodbo od zadaj in me je bilo tako, wow. Pač, jaz spomnim že takrat solzne oči po vse, si rekel, jaz upam, da te bom lahko spoznal. In par dni kasneje mi piše Sandi, veš, ti, ker si mene povabil neko zmagovalca, jaz bi pa zdaj nominiral eno drugo osebo, ne, in ji povedal zate, ker si bila na njegovem tečaju in jaz sem bil tako, ok, to je pač usvojeno spet. Tako Ja. da. In sem bil prav ponosen, da boš lahko tukaj z nami povedala to svojo zgodbo, ki upam, da bo komu, ki gre žal skozi podobne izkušnje, dalo upanje, da pa se da. Zdaj, če pa povemo zadje tega, kako je sploh prišlo do tega, da sem prišla na radio, da me je Roškar poklical. Večkrat sem razmišljala o tem, kakšen je tvoj dan, ko je vprašal, kako bi cenili svoj dan. Danes je pa tak, a ne si vsak si pri sebi reče verjetno eno številko. In sem si na eni točki rekla, ko pa izdam slikanico, pa če bom takrat imela radio prižgan in bom to slišala, bom pa napisala. In vem, da se vozim iz Celja, ker sem pač tiskarni prevzela slikanice in sem se na prostoročno sem imela mojo sestro in se pogovarjam z njo. Cela ponosna, seveda moje punce so bile zraven, ker smo šli vse 4 prevzeti slikanico. In prekineva in tisti trenutek Roškar vpraša, kakšen pa je danes tvoj dan? In jaz tako, moj dan! Ja, Roškar! In mu napišem sporočilo čista 10, ali? In se pripeljem že do Velenja, kjer smo se dobili z ilustratorko, da ji predam slikanice in da gremo jesti. In parkiram in mene kliče neznana številka. In jaz tako, punce, Roškar me kliče, zagotovo me kliče Roškar. One so pa fenice njegove, ker Robert Roškar in Jerca Zupan sta bila pa njihov ritual zvečer, zatijem. To je bilo pa vsak večer Roškarja in Jerco obvezno pogledati, kakšni storiji so. To je bilo pa res, Ni bilo dneva. To, če kdaj Roškar ni imel storija, tako,
Zakaj Roškar nima storija? A ne, res njihov paket in ta Roškar je pač, sta ga tudi v živo že spoznali in enkrat se je čestitko za Anjo Ramšak posnel in ji poslal najstarejši za rojstni dan. Pač tak idol je njim in mami na radiju. In koliko ljudi mi je reklo, smo te poslušali in jaz so to večkrat potem zavrteli po radiju tisti dan in potem je Roškar še označil na svojih storijih, očitno se ga je toliko dotaknilo in smo tako, Robert, v redu. Ja, in takrat sem pač delila v eter nepripravljena, najmlajša kričala v avto, je stala pred avtom, ilustratorka me tam čakala, da gremo jest, jaz pa se pogovarjala z Roškarjem, daj vse iz sebe. Ampak ja, povedala pač samo to, tako kot vedno govorimo, kljub temu, da se je zgodilo življenje, je spet lahko dobro. Tukaj mogoče en shout-out Robertu, Roškarju, ne? Pa bom prosil mogoče našega snemalca, da naredi en odsek samo tega, ga odtegamo, pa upajmo, ne, mogoče bo pa podelil še to story. Tako da lahko pač ja, Robert Roškar je res tak del naše družine. Zdaj sicer manj, sploh takrat, ko ima napolni storije do konca. Ko mi reče zvečer, mami, je lahko Roškarja in jaz odprem in moj bog, 5 jih pogledamo v redu, ker je treba iti spat. Pustimo zdaj to modro svetlobo pred spanjem, ampak ta ritual so res imeli zatijem in to je tisto, kaj pa danes Roškar? Se to lahko drugače na telefonu nastaviš, da ni modra svetloba zvečer? Pač mislim ekran, kaj zdaj imajo gledati ekran v posteli, a ne, ampak Roškar pa Jarca pač morata biti zvečer, a ne. Wow. Ok, kaj so pa zdaj načrti za naprej, ti bila si pri Sandiju Planinšku na tečaju za slaščice? Tako je, no to je tudi bilo recimo zanimivo. Jaz sem se letos 8. februarja peljala v Ljubljano. Vem, da sem po poti poslušala podcast od moje prijateljice Mary, ki je medij, ker je bila v eni oddaji in kaj pač prej nikoli nisem uspela poslušati in poslušam radio ali pa si pač dam telefon na prostoročno in poslušam podcasta, ne. In ko se vedno bolj blizu, ko se vozim v Ljubljani, seveda spet isti občutki, ne. 8. februar, Ljubljana, enaka pot, tu jo je prevozil. In sem si na eni točki rekla, samo pridi tja, povej, da si Nuša, da si specialna pedagoginja, da pečeš in potem bodi tiho in ne gre naprej. Verjetno se boš mogla predstaviti, ne. In jaz parkiram, pač pridem dol, vsi že tam zbrani, sedimo, no se pa predstavite in jaz povem, sem Nuša, pečem in samo usujem. In sem tako jokala in sploh nisem mogla več govoriti naprej in vsi me gledajo, mislim, kaj pa je s tabo, a ne? In ko mi povem, da pač je danes 8. februar in da so Dejana takrat peljali in da imam ful občutkov v sebi in mi je ful težko in danes sem tukaj in ne vem, pečem, da sem upravila pač NPK tečaj, da sem lahko odprla popoldanski SP. Že takrat sem pekla, ampak je Dejana vedno rekel, pa dobro, a spet je vse nakramano povsod, ne, on pa čistil kar zadaj. Pa zakaj spet to daješ ljudem, kdo tebi da? To je bilo njegovo najbolj pogosto. Spet boš šla, pa spet boš nesla nekaj sladkega, kdo pa tebi kaj da? Ja, ne vem, jaz pač moram, ne rabim kaj za meno, ne? Nikoli nisem pričakovala kaj za meno. In zdaj sem tu in sem šla na vrhunski tečaj in nikoli ne bi bila tukaj zagotovo, ne, če ne bi on odšel. In tu zdaj stojim, učila se bom nekaj novega, da bom lahko nekaj novega kreirala v Ljubljani. Ne vem, kup občutkov je bilo takrat in s Sandijem smo se takrat takoj povezala. Ne znam ti povedati, kaj se je zgodilo, ampak on je pa oseba zdaj v mojem življenju, brez katere si ne predstavljam, da bi sploh lahko živela. Pa ni zdaj to, na začetku smo bila res vsak dan v stiku, pa mogla smo tudi predelati to, ki je najina črta, da smo res samo prijatelja, ker jaz sem pač pozorna in to ljudem je časi, ok, kaj pa zdaj želiš od mene, ko si toliko pozorna, sploh tisti, ki me ne poznajo. Je pa res karkoli je, se lahko obrnem nanj.
prišel je tudi na mojo predstavitev slikanice, ni mi povedal. To je bilo tudi tisto, ko je bilo presenečenje. Evo, tega se prej nisem spomnila, ampak to je res zelo, ko sem ga zagledala, ko je stopil za svojo prijateljico notri. Tu si, mislim, pripeljal si se v mislinjo, a veš, to ne rabiš mi nositi rož, ne vem, da bi mi prinesel takrat nekdo koverto z 50,000 evri, mi ne bi to pomenilo, ko pa da je stopil notri. Sklepam, da je prinesel pralineje. Ne. Ni, res? To je te poznam. Prišel je, to je to, prišel. Ne vem, takrat smo se res povezala, no. Teda včasih naj kdo vpraša, pa kaj videla, sta poročena ali kaj? Ja, seveda že, a nisem bila na najni poroki. Sandi je res poseben človek. On vedno reče, ljudje, ki doživijo nekaj v življenju, tako da jih spravi čez rob, potem lahko začutijo sočloveka v tem. In ja. Že ko si odprla to tematiko, mogoče eno takšno težko vprašanje, mogoče, ampak verjetno si ga že navajena. Pa si dovoliš, da bi nekoč spet ljubila še koga na takšen način? Sem spoznala nekoga. Pa je v bistvu zelo zanimivo to, ko po takšni izgubi spoznaš nekoga. Bilo je zelo, zelo veliko izzivov. Biti skupaj, ne biti, kaj zdaj. Tudi on je imel svojo izkušnjo za sabo. Potem so tukaj otroci, ki so vpleteni z obeh strani, ko moraš pač poskrbeti za vseh 5. Zato niso samo moji, pa samo njegovi, ampak so vsi. Da je tu vseeno razdalja vmes, kaj bomo zdaj naredili. Ali mi prostor imamo, a se zdaj selimo, a najdemo prostor nekje bliže, da bomo skupaj. Otroci, da se bojo dobro počutili, da se bojo razumeli. To je bil prvi korak. Vsak z svojo vzgojo, vsak s svojimi pogledi na življenje, na to, kaj pomeni starševstvo, kaj pomeni odnos. Potem jaz tukaj z malimi pozornostmi, na drugi strani oseba, ki teh pozornosti ni navajena dajati. Potem jaz, ki organiziram vse, na drugi strani oseba, ki pač ni več organiziranja, ki je bil celo življenje voden. Jaz sem rekla, da pač imam dovolj tega, da moram voditi. Lahko nekdo tudi meni pač nekaj da ne rabim za vse poskrbeti. Trenutno je obdobje, ko je res zelo lepo, ko se otroci zelo, zelo razumejo, ko delamo vse v tej smeri, ko se želimo pogovarjati iskreno, da bi tudi razdalja recimo otrokoma ne bi bila velika, mislim, ne bi dolgo trajalo, da pridejo do nas, ko iščemo najrazličnejše načine. Nisem si mislila takrat, da bom kadarkoli komu lahko odprla srce. Ampak se da, če si pustiš. Kljub temu, da sem vmes obupala 1000-krat in rekla, da je dovolj. Ampak to je predvsem lekcija zame. Ljudje smo vsi različni, spuščati moram vzorce, neka moja prepričanja, kar pa ni enostavno. Najlažje je reči, ok, gremo vsak svoj pot, ko pa se s tem soočiti. In je lekcija za vse. In dejstvo pa je, da na začetku vseeno primerjaš, ampak to primerjanje je nesmiselno, ker je nemogoče. Ker tak človek, ko je bil pa on, ne vem, zagotovo se kje sprehaja, ampak najine poti nemogoče, da se srečajo z tako velikim človekom, kot je bil pa on. Pa vseeno, bil je ati mojim 3 puncam in kdorkoli bo prišel, ko vseeno nikoli ne bo oče. Tem otrokom. In jaz nikoli ne bom drugim otrokom mama. Lahko sem samo tukaj, ponudim objem. Je pa res, da če se ne izrazi, ne morem vedeti. In zdaj, ko so se pa izrazile ene stvari, je pa mnogo lepše in boljše. Ker nekim intuicija pravi, vseeno so pa ene stvari, ki jih pač držijo v sebi, tudi otroci. In ko jih izrazijo, je
se potem lahko naredijo spremembe, drugače se ne morejo. Mm. In komunikacija je tista, ki je pač temelj. Ti si zdaj po tej situaciji ostala v bistvu sama za 3 hčerke, sama s kreditom. In zdaj v bistvu ti malo vračam eno žogico, ne? Ti si vedno tiste, ki hočeš pomagati vsem, pa dati vsem pozornosti pa tako dalje. Kako lahko tebi pomagamo? Ja, na Caritasu imam odprt račun, kjer se še vedno zbirajo sredstva. Pač ta kredit je meni res veliko breme. Vseeno je to hipoteka na hišo, ki sta jo zgradila moja starša. In ja, pač nekdo bi rekel, ja, sta se sama za to odločila, absolutno. Sama sva se odločila za ta prizidek, sama sva vzela takrat 150 000 evrov kredita, ki ga je pač odplačeval 1 leto. Ostalo je ostalo in to je bilo več kot pol moje plače, je bilo kredita na mesec. Ljudje so zelo pomagali, nisma ga takrat zavarovala, zaradi tega, ker bi ga dobila mnogo manj in pri 30 letih, ko jemlješ kredit, ja, valjda ga boš 30 let plačeval. Mislim, že v službi ni taki, da bi rekel v nekem gradbišču, pa da se lahko nekaj naredi, a ne. V pisarni je delal, mislim, slika mu lahko na glavo pade, razumeš? Ali pa prometno nesrečo lahko ima, to je riziko, ampak življenjsko je bil zavarovan, ampak je dobil takrat 8 000 evrov manj, zaradi tega, ker je imel zgago in tega na vprašalniku ni navedel. In to mi je bilo nerealno. Vsak ima zgago, pa dobi kdaj kakšna zdravila in da je to vredno 8 000 evrov, tako da upam, da so poslušalci zavarovani tudi za zgago, ker zgaga so napisala pritožbo in so napisali, da vprašalnika ni po resnici rešil, ker ni označil zgage. Razumela bi, da bi zatajil, ne vem, neke kronične bolezni, razumeš? Ne pa zgago. On je imel 2 meseca prej, preden da je zbolel, ceti pljuč. So bila popolnoma zdrava pljuča. In čez 2 meseca so se pljuča sesedla. Mislim, to stvari je tu zraven, ko si rečeš, kako? Kako je to sploh možno? In ja, ta kredit pa se je zelo zmanjšal, ampak vseeno, zanimivo mi je to, da ga plačujem zadnjega v mesecu, ko dobijo punce penzijo. In mi je tako hvala, ker ga ti plačuješ. Ker če bi mi ga trgali 18. pač do penzije, ne vem, kaj bi jedla. Res, ne vem, tako se stvari zgodijo v življenju, če pustiš. Vse se potem nekako spelje, ampak ja, kredit pa ostaja še 25 let. Torej, v bistvu lahko ti ljudje pomagajo tako, da nakažejo na ta račun. Ja, to gre pa Tako direkt, mislim, Caritas je direkt nakaže, oni imajo svojo evidenco, ki jo vodijo, obvezen je sklic, da gre pač za moj račun in potem je oni v Excelovi tabeli poštajo datum nakazila in vrednost nakazila. Ljudje so zelo skeptiki glede tega, ampak z gotovostjo lahko trdim, da so pošteni in da nakažejo in da je vsako nakazilo vidno. Me obvestijo, koliko so potem nakazali. Se pa 10 evrov pozna, 5 evrov pozna. Drugi način je verjetno, da kupijo slikanico. Tudi. Še kaj? Lahko kupimo tebe, tvoje slaščice, ki prodajaš kaj? Ja, tudi ja, imam popoldanske SVA, nučke. Tudi sem zbirala to ime, kaj bi dala, pa bi dala vse 3 imena otrok, pa malo prijateljice sprašvala, ne. Potem pa je prišlo, ja, namesto lučke je prišlo nučke in pri tem je ostalo. In zdaj zanimivo, ko kdo me kliče in pravi, ja, lahko nučke naročim, to pač misli lučke, ampak avtomatsko so zdaj nučke. Zelo pozitivnih feedbackov dobivam. Kaj pa je to dejansko? Lučka je tista slaščica v obliki lučke, ampak je biskvit, pa notri polnilo na sredini in oblito v čokolado. Okay. Potem so kickpopsi, te moderne torte, ko jih daš zmrzniti, pa potem iz kalupa ven dobiš obrnjene. Tega največ. Pa te male monoporcijske tortice. In to po naročilu dobijo pri tebi? Tako. Okay. Da, vsak vikend je delo v delavnici,
skoraj vsak vikend. Zdaj le bo pač malo oddiha, malo dopusta, tako da sem ugasnila skrinje, da se malo odtalijo in rehabilitirajo. Potem pa spet, ja. Naprej zelo rada to počnem. Dobro. Tam je tak moj čas, čeprav ko sem tam, ne grem tisti dan spat. Se potem pogosto dolgo v noč ostanem tam, ampak vsakeč nekaj novega. Ne? Potem hodim na te tečaje, še vedno k Sandiju in Evi, nove ideje. Si vedno pravim, toliko bi delala še te figure, pa take torte, ampak ne uspem, časovno ne zmorem. Ne? Vem, da ko bojo punce zrasle, bo tudi to lahko. Stremim k temu, da je kakovostna in okusna torta. Kompenziram to gor z toperi, ki jih naročim, ali pa recimo tudi s tem sladkorne mase lahko naročijo, ampak dam delati. Ker to bi mi vzelo pa toliko ur, da bi to naredila. Zelo rada ustvarjam, tudi hodila sem v umetniško gimnazijo. To mi je pač zelo, zelo pri srcu, ampak čas je pa tisti, so mi vseeno punce na prvem mestu. V bistvu so mi pa res kakovostne sestavine. Da ni to pač, da grem v eno trgovino in kupim njihovo znamko, ampak mi sestavine po pošti dostavljajo. Bravo. Hvala. Mislim, da si lahko ponosna na se. Sem. Kar vse si povedala. Jaz smo pač, mi da smo dva doma in imamo dva otroka in nama ne znese marsikdaj imeti energijo, čas, vse skupaj. Tebi pa res vsaka čast. Se tudi meni ne, veš, pač takrat mi je najbolj pomembno to, da rečem, ne zmorem. Lahko prosim malo pauze, sploh ko mi vse tri naenkrat govorijo. Ko bi najmlajša bi to, potem ona mi pove, kako je bilo v šoli, tista mi že tam ne vem, kaj bo prebrala za bralno značko, kaj so delali, kaj bo na treningu, mi pokaže, kako naredi špago. Malo, ne morem. Pač mama ni samo in sploh in samo zmore in je samo levinja svojim otrokom in je samo v presežkih. Mama tudi ne zmore, mama tudi joče, mama tudi reče, dosti je, zdaj grem pa na sprehod, pa ko pridem nazaj, se bomo zmenile, ker je preveč. Službo vseeno imam stresno, vseeno imam toliko informacij, 45 minut govorim z enim otrokom, potem z naslednjim 5 otrok na dan. Vse ostalo, kaj se dogaja, sestanke, vse to, ves čas govorim in to je toliko informacij. Prijem domov, ko bi rabila 5 minut tišine in je včasih prijem domov in je že katera doma in pač ni tistih 5 minut tišine. Zjutraj vstanem pol ure prej, ampak pogosto se zgodi, da se katera zbudi in pride zraven. Ampak mislim, vse so moje. Vseeno sem pa človek, ki včasih bi za 5 minut tišine dala tudi vse. Hvala, da si delila to zgodbo z nami. Hvala za povabilo. Z veseljem. Mi je bilo všeč, da sem te dejansko lahko, ti sem puščal prostor, da govoriš in da ti nisem najbolj sploh usmerjati na koncu, se mi zdi. Da, vse te stvari, Karitas, knjiga, vse to bomo dala dol od spodaj v link, da bodo ljudje lahko si pogledali, da ne bodo rabili iskati na vseh koncih in krajih. Mogoče za konec še poveš 2 vprašanje za te v bistvu. Eno je, imaš kakšno knjigo, ki ti je res pri srcu, pa jo priporočaš vsakemu, da jo prebere? To si me pa zdaj dobil. Jaz pa knjige. Ne, Okay. knjige pa res nimam za priporočati. Pogumna deklica Ulajevo. Evo, okay. To priporočam. Druga stvar pa, kdo je zate zmagovalec? To bi še osebo ali opis. Ni pravilnega odgovora. In niti napačnega. To, da zjutraj vstaneš, je včasih že največja zmaga v dnevu. Res pogosto je bilo tudi zame to, samo da sem vstala. Hvala ti še enkrat. Danes ti želim eno lepo pot nazaj domov. Hvala. In da boš te
te šolske počitnice lahko malo uživala tudi, pa si vzela 5 minut zase. Bom, zagotovo. Gledalci pa hvala tudi vam, da ste bili z nami še skozi to epizodo. Jaz upam, da ste zaznali tisto upanje, ki ga nekdo potrebuje znotraj tega sporočila. In če poznate koga, ki gre skozi podobne izkušnje, dajte mu podeliti to epizodo, lajkajte, komentirajte, zato ker samo tako pridemo do tistih, ki morajo slišati takšne zgodbe, zato da dobijo tisti kanček upanja, da bodo šli še en dan naprej. Hvala vam.